en fant ali pa punca stara, ne vem, tam 10 do 15 let, da dobi neko napravo v roke in gledaš ljudi, ki imajo pa to postavo, pa se pol sebe pogledaš, fak, jaz pa nisem taka, ne. Gašper Rode. Ko bo en otrok sploh razumel, zakaj tako razmišlja, ne. Zdaj smo že kar nekaj časa v tej igrici noter ujeti. Praktično konstantno primerjaš z slikcami pa videi. Trenirati mindset, ne. Mindset delati na sebi, malo kopati sebe, a ne. Da pač, ko sem ful treniral, sem imel ful poškodb, ne. Dostikrat recimo tako zapeljem, ko gre človek v savno ali pa mrzlo vodo malo, da ne opazuje malo to svoj um, ne. Da ne pač verjame čisto vse, kar ti glava pove. Kako komuniciraš takrat, ko pride do konflikta? Da vidiš za to masko, a ne. Kaj je pač reakcija s čustvi in vsem, ne. Ampak to je ful, moraš kar trenirati, a ne. Da priješ do tega, vse je kar težko. Kjer je nesigurnost, se lahko skriva ena zelo lepa pot zadnja, ne. Ker tja te očitno neki kliče, a ne. Za vsakim strahom je svoboda, ne. Gradiš dobre odnose tako, da v bistvu poskrbiš najprej za sebe, za svoj odnos do sebe, a ne. Pol pride tudi ti globi odnosi. Zanima me, kako si ti to ugotovil? Kako si ti to dojel? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Rej, bod faca, pa mi povej, zakaj misliš, da sem te povabil. A veš, da sem nekako čutil, da me boš to vprašal. Kako čuden. Zato, ker imaš tudikrat mojo storitev in mene kot osebo. Wow. V bistvu niti ni tako daleč od resnice. To je res, ampak povabil sem te zato, ker se mi zdi kul. Nekdo mi je napisal, daj povab nekoga, ki je na začetku pač ustvarjanja svoje poti, a ne. Ne enega, ki je že nekaj naredil, ne da ti nisi, ampak koliko je relativno na začetku, da pride malo pošerati svojo zgodbo, pa kako se spopada z izzivi, pa to, a ne. No in se mi je zdel ful cool, glede na to, da tudi imava ta service for service modela, ne. Torej ti meni nudiš svojo storitev, masaže, savne, ledene vode. Jaz te po zameno pomagam pri grajenju biznisa in se mi zdi tako eno ful zdravo sodelovanje. Pa se mi zdi ful cool, da bi nekako predstavil to, kar način, na katerega se lotevaš grajenja svojega biznisa v stageu, kjer si, torej relativno na začetku. Daj malo povej mogoče folku, kako si začel s tem, kar zdaj delaš, pa kakšen je bil recimo prvi let ustvarjanja tega, če je že en let sploh, je? Je zdaj dober let pa pol je, odkar sem začel trenerstvo, pa bi rekel rehabilitacije. Ampak ja, recimo en let je pa to, kar te ponujam. Kako si na začetku, ki si bil, a ne? Jaz se spoznala, ti si imel masaže sam, oziroma nek rehab, ne? Tako, imel sem masaže, pa tudi kdaj vodo, ampak zelo tako v nekem začetnem stanju, bolj ka ne samo frendam, kakšnem sem ponudil, ampak ni bilo še toliko pogumnih. Ja. In pol? Potem si ti prišel, si videl, pač, da ti je pač moja storitev všeč, si predlagal, da naredivo nagradno igro in s to nagradno igro je pač zacvetel, bom rekel. Toliko zacvetel, da bi rekel, da zdaj res lahko samo to delam, pa s tem nekako preživim. Tako da to sem ti zelo hvaležen. Kaj prav takrat? Ja. Fakt, to pa nisem vedel, stari. Ja. Da pač v tistem enem mesecu je kar veliko ljudi prišlo sprobati, nekih je tudi ostalo, nekih je rednih, tako da ja, od tega v bistvu jaz zdaj lahko si pač tudi kruh na mizo dam, a ne. Ja. Zanimivo. Ja. Kako je to ratali iz ene tako čiste inspiracije? Kaj se spomnim takrat, ko sem prišel?
In si mi ti še rekel, da imam eno savno, fitobočka se je reče, a bi probo, mislim, sem rekel, dobro, ajde, jaz sem lih takrat bil v tem obdobju, ker sem dost v savni delal to metodo, da se greš res pač pol ure, 20 minut do pol ure, na 90 stopinj finske, ne pa v ledeno vodo. In mi je bilo ful zanimiv. Pa sem že po to fitobočko, je bil pa dejansko efekt na telesu, sem čutil ful podoben. Edin lažje mi je bilo, ker glava ni bila v savni. In takrat se spomnim, sem ti rekel, stari, pa zakaj ne ponujaš tega, vsega? Zakaj pač masaža, sam masaža? Masaža je pač relativno pocen, kakorkoli obrneš. Če imaš ti folk že kle, da jim ponudi nekaj več, pa dobro bo za njih, plus še ti boš lažje od tega preživel na mesec. Ker ne vem, če si ljudje predstavljajo, kako je furat lasten biznis, kjer ti s fizičnim delom delaš, kot je recimo masaža ali pa osebno trenerstvo ali pa fizioterapija. Znam dosti takih in dokler ne vidiš procesa, čez katerega greš, si malo tako pač kva pa ti delaš, si ti skozi sankle v fitnessu, pa malo imaš stranke. Ni tako simpala, Ne, ni. Veliko ljudi, ki vi pač slišiš, koliko ima serij službo, slišiš se veliko, ampak dejansko, kot si rekel, je konstantno nek fizičen napor. Skozi moraš delati tudi na svojem telesu, da si dovolj močen, da tvoja hrbtenica prenese to, da veš, v kakšnem položaju biti. In pa seveda, če je to konstantno ena za drugo, je pa to še toliko bolj pomembno. Na neki točki tudi ti rabiš obvezno enkrat na mesec masažo, terapijo, treninge. Moraš skrbeti za svoje telo. Kako ti skrbiš za svoje telo? Kaj bi rekel, da je nekaj tazga, kar že dolj časa delaš in veš, da je koristno zate, pa bi bilo za vsakega človeka? Jaz sem v bistvu cel življenje se že ukvarjam z nekim športom. Veliko sem jih že probil, zamenil. Pač bi rekel, pač največja osnova je spanc. To je prvo. Pač zmeraj se pomisliš, se je gibanje, pa hrana, ampak spanc, čeprav nisem zmeraj najbolj priden pri njemu, ampak prvo bi rekel spanc. Probam prinesti tistih 8 ur noter. Gibanje, definitivno, to pač jaz gibam se, veliko imam rad enih različnih športov. Hrana, sem hvaležen v bistvu svoji mami, da je že v zgodnjih letih začela bolj zdravo hrano na mizo dajati in od tega sem se navadil. Bi pa rekel, da je vseeno bolj pomemben aspekt nekega mindseta. To sem pa recimo 2 leti nazaj prvič, začel malo raziskovati ta del, ker se mi zdi, da najlažje je trenirati, pripravljati svoj telo, pa da je zdrav, čeprav za nekatere je to težko, ampak tisti mindset je pa ta, ki te res pripravi, za neke te težje podvige, za začetek biznisa, da lahko shendlaš, da reguliraš stres. To je pač, bi rekel, največja razlika, ki sem jo jaz doživel v življenju, pa sem, tako je. Jaz sem slišal, zanj je bil gost Simon Sinek na podcastu od Steven Bartletta, Diary of a CEO. Ful dobra epizoda, v bistvu je govoril o tem, kako zdravi odnosi vplivajo na longevity, se pravi dolgo dobro življenje. In da je v bistvu to dostkrat zanemarjen faktor, ko se pogovarjamo o dolgoživosti oziroma temu. Ampak če pomisliš, dejansko bolj, ko imaš ti zdrave odnose okoli sebe, manj je stresa. In vem sam, ker sem ogromno odnosov svojih spremenil v zadnjih, 5 letih, ko ljudje, ki so bili moji najboljši prijatelji, se zdaj praktično ne vidimo več. In vidim zdaj šele, kako več miru imam, notranjega miru. In je mogoče škoda, da zanemarjamo to pomembnost odnosov, ker je lih tako pomembna kot spanc, kot hrana, kot gibanje. Nikoli se jo pa ne omenja, ko se pogovarjamo o piramidi zdravja. Zakaj misliš, že tako? Zakaj mislim, da se ne omenja?
Ja, zakaj jo zanemarjamo? Tako, če malo pofilozofiramo. Jaz mislim, da vse to jemljemo nekako kot samoumevno, kot da, ok, grem sam na kofe z nekomu, pa bo malo podebatirala, pa bo pač gradila nek odnos. Ampak na koncu pa pozabimo, da gradiš dobre odnose, tako da v bistvu poskrbiš najprej za sebe, za svoj odnos do sebe. A ne? In ko začneš to razumeti, a ne, pa bom rekel, sebi daje to ljubezen, pa poskrbeti za sebe, pol pridejo tudi te globlji odnosi. Če sem odgovoril na to vprašanje. Povedal, ja. Zanima me, kako si ti to ugotovil? Kako si ti to dojel? Kakšna je bila tvoja izkušnja? V bistvu, pri meni se je začelo vse, ko sem šla iz bivšo narazen. Takrat se mi je podaril svet, prva resna zveza, prvič čustven propad. In v bistvu pač takrat sem videl, kateri ljudje so bili zraven, pa me podpirali, ne? Kateri so se pač umaknili. In takrat vidiš pol, recimo, kaj je dejansko vredno vzdrževati, kateri odnose z komu. In potem tudi po vse tej izkušnji, obisk delavnic, a ne, tribe delavnic, potem dobiti neka orodja, predvsem tam, in pa skozi izkušnje življenja potem, kako delati na sebi, kako imeti sebe rad, a ne. Ker jaz sem pač imel veliko enih nesigurnosti, ker sem vedel, da se moram malo soočati z njimi, in šele potem, ko sem se zavedel tega, pa naredil dejansko ta korak, da sem rekel, ok, pač ni to good, ne, pač preveč je enih glasov v moji glavi, preveč je enih strahov, in šele v bistvu nisem sploh razmišljal o biznisu ali v čemorkoli, sem pač hotel sem v bistvu vse pomagati, ne. In šele takrat, ko sem odmislil vse to drugo in pač sem hotel ne trpeti več toliko v življenju, a ne, sem začel nekaj delati na tem in potem se pač, ko prideš do neke točke, ko malo razumeš stvari te sebe, pa se odobravaš, a ne, razga kot si, takrat se pa začnejo stvari poklapati. Si klej ta enačba, ne? Kaj trpljenje v bistvu? Ko ga ljudje prehiter na prvo žogo enačijo z bolečino, pač, ne? Ampak v bistvu je trpljenje nesprejemanje realne situacije. Torej, trpljenje se neha tam, kjer se je zgodilo sprejetje. In tako, kot si rekel, ker si ti sprejel te svoje nesigurnosti, ti nehal trpeti. Zakaj? Ker si resnico videl točno tako, kot je. In ne kot nestrinjanje z lastnimi pričakovanji, kako bi mogli biti. Ful carsko, da si to tematiko odprl, pa če res me zanima, če bi šel malo v globino glede tega. Z veseljem. Pa malo povedal te stvari. Kar naredi en požirka, pa dva, ja. Ok, kaj te pa zanima? Ali... Zanima me, kako si se spremenil. Zaradi tega, ker si sprejel neka dejstva v sebi, ki si jih sam izmislil. Karkoli pride. Da mi sam še razložiš, kaj si rekel, sam izmislil, kaj to pomeni? Torej, da si ugotovil, da je resnica drugačna, če ti jo drugače vidiš. Torej, da nesigurnosti sploh ne obstajajo. Veš, kaj mislim? Da so nesigurnosti samo v tvoji glavi. Ok, se pravi, če sem prav razumel, kako sem se spremenil, ker sem to doumel. Kako si šel čez lastne nesigurnosti, kako si se jih osvobodil. Ker verjamem, da posluša marsikdo, ki jih ima. Vsi jih imamo. Ja, vsi jih imamo. Je ful dobro, da slišimo. Tako bom rekel.
če jaz skozi sebe zdaj gledam, pa povem svoje izkušnje, mogel sem sam biti dovolj pogumen, da zaznam te svoje nesigurnosti, to je prva stvar, ne, zavedanje. In potem se lotiti na način, da poiščeš nekoga, ki ti bo pomagal, ti bo mogoče dal neke smernice, pač jaz sem to imel recimo, se mi zdi, da sam ne bi prišel do tega, ker si pač človek, ki si na nek način ujet v ta cikel, ki se ponavlja, težko vam prideš. In se mi zdi, da je pametno poiskati nekoga, ki ima s tem izkušnje, ki je že imel svoje izkušnjo, in da ti da on neke smernice in potem biti samo dovolj pogumen in tudi na nek način si vzeti čas, da treniraš to, ker se mi zdi, jaz to jemljem, se pravi, ohranjanje nekega zavestnega življenja, pa pač opazovanje teh svojih nesigurnosti, strahov, to je kot nek trening, tako je, ko greš v fitness, pa treniraš hrbet ali pa biceps, karkoli, tako moraš tudi si vzeti čas za to, čez dan, in delati na tem, kot na neki mišici, da to gradiš, da vzdržuješ in gradiš, in ker vsi mislimo, da je to takoj, zdaj bom mogoče par mesecev delal na tem in bom, ne vem, se mi bo ratal, bom, ne vem, razsvetljen, karkoli, pač to je cel življenje pol, ampak recimo pri sebi bi rekel najbolj to, se pravi konstantno iti v neko cono neudobja, zato ker to je neprijetno, pač neprijetno je delati na svojem odreku, neprijetno se je sprejeti tazga, ki si, za vsem tem nelepkam, biti s sabo v tišini in na koncu se tudi ne obsojati, jaz sem to pri sebi ful močno, ker sem začel delati na teh stvareh, je ful močen ta moj obsojevalec v moji glavi in sem zdaj šele na tej točki, da lahko rečem, da ni več toliko močen, včasih me je bolj begal, pa mi dajalo občutke, da to ni prava pot, zato ker je bilo ful neprijetno, ampak tako bi jaz rekel pri sebi, predvsem to iti, pač sprejeti to neko cono neudobja, neprijetnosti, zato ker tudi neprijetni občutki so del življenja, tako to sem že slišal enkrat na tvojem podcastu, tukaj je dež del vremena. In to sem si ful dobro zapomnil. Pač take stvari mi ful v glavi ostanejo, nekaj mi rezonira in tako. In sam delati pol to, ampak recimo jaz sem ful hvaležen za vse ljudi okoli sebe, ki sem jih, bom rekel, ne vem, jih je življenje dal, pa sem jih pač obdržal, oziroma na nek način sem se držal ljudi, ki vem, da se lahko od njih nekaj naučim, čeprav je bilo včasih neprijetno, ker to je tisto pač dejansko ta rek, kakor je zglajbana, je dejansko res, da 5 ljudi je tvoje povprečje, in pač na začetku, ko sem jaz nekako nek prehod naredil v to bolj zavestno življenje, se je pač cela moja družba zamenjala, to je ena stvar, to je pač definitivno, to bi rekel, da je največji tudi vzrok za to, da sem lahko tudi vzdrževal, ker pač eno je razumeti nekaj, pa začeti, drugo je to vzdrževati, tako kot trening, pravijo, da je najtežje se spraviti, da je najtežje vzdrževati. Ja, bravo, to si dobro rekel. Lahko je tudi gym, pa delati en mesec, 2, 3, ampak vsi vemo, da je težko to vzdrževati par let, ali pa cel življenje. Ja. V bistvu to mora biti tvoj življenjski stil, tako kot pač vsak oseben trener ali pa pač coach, kakorkoli nekomu govori, ko gre trenirati, pač ko pride trenirati, misli, sej dve let bom treniral, pa bom pol dober. Ne, pač cel življenje boš mogel trenirati, zato si prilagod, pač časovnik in treninge, tako da boš ti lahko to vzdržal cel življenje. Ja. Ampak to, se pravi družba definitivno, in pa pač pogum, sam pri sebi,
To je to v bistvu. Upam, da sem ti odgovoril, da nisem preveč zalutil zdaj. Ne, guci, ne se sekirat stari. Nekaj mi je na misel prišel zdaj, ko si govoril o tem vzdrževanju. Ja. Bom iz lastne izkušnje izhajal. Jaz sem si mogel dati prav čas in zanj sem na to pomislil. Prav tako sem bil sam s sabo in sem si rekel, pizda vsaka čas, stari, zdaj pa že kar nekaj časa vzdržuješ, trening, hrano dobro, predvsem hrana. Tako zmernost z alkoholom in drugimi zadevami. Raziskuješ odgovorno, fokus namenjaš tja, kamor želiš. Tako, ampak, veš, ko nazaj pogledam, se mi zdi, da sem vedno to hotel delati, zdaj sem samozavesten, ker sem si večkrat dokazal, da sem tak, ki govorim, da sem. Se mi zdi, da veš, tudi, ko si v tem procesu nastajanja te nove verzije sebe, kakorkoli tako se skozi redefiniraš, nisi vedno čist siguren, je to res ali ni, ampak moraš na začetku malo naslepo temu verjeti, pa se videti kot nekaj, kar še nisi, da lahko to postaneš. In to je ta težek del, ne popustiti. In tudi si dovoliti, da kdaj pač mal padeš ali pa mal skreneš s poti, in se ne obsojati, ker tudi to je ena taka lepa lekcija, ki si jo lahko damo noter. In če ta skupek cel pogledaš kot neko premico, kako se ti spreminjaš, vedno, če pogledaš na kjermukoli delu lifea, če imaš ti neko sposobnost gledanja na situacijo realno, pa za resnico sprejeti tudi to, kar ti naratuje najboljša, da zmernost včasih je mal pač česa. Ali pa da si bil na morju, pa si vsak dan pil, recimo, pa ne tako en per, ampak 5. In da si sposoben potem pogledati nazaj in reči, ok, v redu, pač tako je bilo, nekaj sem iz tega vam potegnil, ni mi najboljš zdaj, ne počutim se dobro, ampak na tej točki, kjer sem zdaj, pač sem v drugem okolju, nisem več tam, lahko spet začnem svojo rutino nazaj dajati. In konsistenca je po moje, da ko si ti večkrat sposoben opaziti, kdaj skreneš s poti, pa se hitro pol popraviti nazaj na pot, po kateri želiš iti. Ampak še preden greš na to pot, moraš biti pa sposoben vedeti, kaj želiš. Ja. Ker pri tebi recimo je jasno, tako kot si rekel, skrbeti za svoje telo, skrbeti za odnose. Pri meni je tudi zdaj jasno, kaj si želim. Ampak veliko ljudi se ne vpraša, kaj si sploh želim, zakaj sploh hočem hoditi na treninge, zakaj hočem prehrano poštimati. Zato, ker so naravnani tako, da karkoli je kul, bo tudi za njih to, kar bi radi delali. In praktično skačeš iz trenda na trend. In ker naenkrat ne veš, kva sploh si. Medtem, če pa se soočiš recimo tudi s svojimi nesigurnosti, če greš po tej neprijetni poti, pa ostajaš po domač povedan zvest sebi in delaš zase, za svoje dobro. In ljudje, ki se okoli tebe pojavijo, če si ti tak, verjetno bojo tudi ljudje okoli tebe taki, ker dejansko se boš obkrožil naravno z unimi, ki imate pol nekak iste hobije, kjer se gremo zdaj družiti v mrzlo vodo. Tako. Ali pa na flows, ali pa nekam. Ja, se strinjam. Ful dobro, zdaj sem se prav spomnil, ko si rekel, da ko greš neko izkušnjo, ko veš, da okay, to ti ne odgovarja in greš hitro nazaj v tisto, kar ti odgovarja. Zdaj sem se spomnil na nek dokumentarc, ko sem gledal o meditaciji in je tako zelo podoben. Ful se pač ponavljajo, bom rekel, neke vzorci v življenju, pri meditaciji recimo. Izkušeni meditatorji, oni v bistvu, kaj je razlika med temi, ki so neki amaterski meditatorji, je to, da v bistvu dejansko oni ne morejo držati tega meditativnega stanja konstantno. To je nemogoče. Se pravi, oni so dokazali, ko so jih pržgali ko so jim delali raziskavo možganov, da dejansko samo tako hitro prenesejo fokus nazaj. Ko grejo v neko meditativno stanje, ki jih hoče ven vršiti, kot vsazga, sam hitro gre nazaj. In se mi zdi, kot tudi pri tebi, ki si malo bolj izkušen o tem, veš, tako greš nazaj. Se mi zdi, da je cel life je tako nek balance. Konstantno gremo kepa nazaj. Ne vem, če ne poznam nobenega, da bi bil konstanten pri nečem, pa bil skozi priden, pa tako vse verjetno obstajajo, samo ne vem, koliko je to na koncu stabilno.
Tisti balans loviti skozi, pa sej tudi greš v, ne vem, McDonald's ali pa na burger, pa to, pa ne rabiš skozi zdravo jesti, ne vem, to je moje mnenje, a ne. Mora biti nek balans vsega. Pa tudi, ne vem, mogoče si vzem pauzo treningov, ne vem, 2-3 tedne, en mesec, ne vem, mogoče boš pa ugotovil, da ti to bolj seda, a ne. Moramo iti iz enega ekstrema tudi v drugega včasih, tako, da to dojameš, no. Res je, ja. Pa tudi pri treningih, ko priješ nazaj po enem mesecu, jaz sem to večkrat naredil, ko sem prišel nazaj, to je bilo trpljenje, stari. Ja. A veš, zato, ker sem hotel začeti tam, ko sem nehal, pa spet progresivno rast, ampak tako nisem znal iti 2 koraka nazaj, pa si dati pač manj kil na počepa, ne. Ja. Veš, ne, jaz sem pretegnil kilažo, ko sem je takrat delal, naredil 5 počepov, me je zapekel dol v loži in to je bilo to, sem rekel, fakt, star, jaz to ne moram več delati, ne. In je rato odpor. Tako, nisem bil sposoben videti lastnega vzorca mojega ega tekmovalnega, pa tega dokazovalca, da bi bil sposoben priti v fitness pa narediti brez teže. Ali pa pač, ne vem, delati počepe brez uteži. To zdaj delam. Ker začutim, ok, lahko, kle smo, pač je all good. In še zdaj opazim, kdaj, kolikrat tako pomislim o fitnessu, ker treniram tako, zdaj me zihe en gleda, zdaj moram res potrgati, da bojo mislili, taj pa ne trenirana. In sem tako, fucking, kjer majmun je zdaj to, Tako, če pomisliš, se mi zdi, da to, kar si opazil tudi ti sam, ta sposobnost, da se ti zbudiš, pa se sam tako pomiriš iz vidika, ok, lej, to, kar se zdaj dogaja v tvoji glavi, so sam misli, da je izbud se, it's all good, istočasno pa uporabiti te vzorce, tudi nesigurnosti, da ti pomagajo, ker te tudi ženejo naprej. Veš, in tako, če gledaš nase kot nekaj, kar se konstantno razvija, ti te stvari lahko zelo dobro pomagajo, če jim pustiš, da ti pomagajo. To je dober rek, ego je zelo dober služabnik, pa katastrofalen vladar. In v bistvu nesigurnost in vse to so ego. Zdaj pa, jim ti pustiš, jih opaziš, pa sprejmeš, pa rečeš, ok, v redu, sej, kako mi to zdaj lahko pomaga. Tako da me mogoče porine čez ropa. A veš, tako nisi še dosti dober. Ja, prav nisem še dosti dober. Gremo še enkrat v to. In to se mi zdi, da je tudi nekaj tazga, kjer ne smemo skozi enačiti ega z neko, ne vem, mogoče negativno stvarjo. Tako, veš, ker se je to malo zdaj zlajnal, in tako, ego je slab, ego je sam želi, gor dol, več. Ego ti omogoča, da se ti razvijaš, ego ti omogoča, da zaslužiš, ego ti omogoča, da ustvarjaš. Tako, a ti vlada, ali ga imaš pod kontrolo. In klej pa pol treba delati na uni drugi strani, ki je pa praktično biti ok sam sabo, tak kot si, ker z nobenim nič narobe. Sam zgodbice v naši glavi nam govorijo, da je. In nesigurnost, zdaj sem se spomnil na Hormozija, Alex Hormozi, veš, kdo je? Ne. No, on je zelo uspešen, po mojem milijarder, se ne vem, ukvarja se z prodajo, s fitnessi je začel neke te scene, ne vem točno več, kaj zdaj dela. Ampak s Turkom smo se pogovarjali, recimo o njemu, mi je njegov posnetek poslal nekega, je intervjuer eno osebno stvar vprašal. In je rekel, Turk, sam povej mi, kaj opazaš na njegovi govorici telesa. In jaz sem ga gledal in ga je vprašal in ne vem točno, kaj je bilo vprašanje, ampak nekaj v povezavi z očetom ali nekimi odnosi. No in je majster začel na polno nogo tresta. In sem bil tako, fakt, lega, kva mu dogaja. Je rekel, Turk, no vidiš, uspeh teh ljudi. In sem rekel, kaj misliš, da dejansko ima nerazpucane zadeve, pa je zato toliko dober v tem, kaj dela, je rekel, ja. Da dejansko je ta rana, ki mu jo je mogoče oče povzročil, da ni dovolj dober, ga zdaj toliko rine naprej, da pač ne neha delati. In da še kar si dokazuje. In iz vidika nas, ki ga vidimo, pa mogoče ga imamo, naša zgodba o njemu je kot uspešen poslovnež, rečemo, fakt, on je brutalen, jaz bi bil tudi tak kon. Sam kaj njega žene. A veš, a je on res notranje pomirjen, a je zadovoljen sam s sabo. A veš, je tudi njegov telo cel nabildan, ali je to sam konstantno kljubovanje nesigurnosti. Je zanimiv pogled, a veš, kako nekoga vidiš, pa ti je tako tata-mata. Jaz bi rekel, da tako 2 stvari sta mi na misel padle. Prva je ta od Sara Isakovič, kompetence pa samopodoba. To
tle mi je ona toliko odprla, to sem bil toliko vesel, ker to sem najbolj si zapomnil. Vsem nam stari, še meni je. In ful se lahko postavitem, druga je pa ta, da ta stvar perspektive, kaj sploh ti želiš, a ne, se pravi tista zgodba o tistemu ribiču, pa vnemu podjetniku, a ne, to je tak že... Ne, povej zgodbo. Pa se boš spomnil. Ja, bom se spomnil, ne vem, če bom zdaj čist zadev tako kaj, ampak v bistvu bom zadev, se pravi, pride nek podjetnik v neko ribiško vas in tam je pač zelo skromni ljudje živijo, a ne, pač familije. V glavnem in on vidi tega ribiča, ker lovi ribe in mu pač začne predlagati nek biznis del, a ne, se pravi, takoj ga vprašal, koliko ti rib uješ, ujameš in je rekel, ja, tok pa tok, če bi ti zdaj te ribe prodal po tej pa tej ceni, bi tok pa tok več zaslužil. In pa rekel on, kaj pa pol? Je ribič vprašal, ne. Je rekel, je nič, pa boš lahko večjo ladjo kupil, ne, boš še več ujel. Je pa on tako, in kaj pol? Ja, pa boš več ujel, boš imel več denarja, ne, in kaj pol? Ja, več denarja boš imel, več boš lahko, na koncu boš lahko več otrokom dal in ženi dal in kolegom dal in kaj pol? In na koncu, ko boš imel pa čisto vse, boš pa lahko svoj čas posvetil njim, pa z njimi bil konstantno, ne. Pa je rekel, Ljubiče, to že imam že zdaj, ne. To imam že zdaj. Čisto je stvar perspektive, kva sploh človek hoče, kaj si želi, prvo se vprašati, kva sploh hočeš. Sej, če hočeš biti uspešen, pa imeti veliko denarja, nič narobe s tem, sam pač tudi sprejeti ta del sebe, a ne. Včasih se mi zdi, da tudi neki to, da pač hočeš veliko denarja, pa pač preskrbljen biti, a ne. Včasih jemljamo kot nekaj slabega, kada je to nek pohlep, a ne. To, kar si govoril, ego, pač kada je to nekaj slabega, ne, pač nič ni narobe s tem, pač želiš veliko denarja, ampak pač sprejem to in s tem ni nič narobe in pač se mi zdi, da to ti je pol dano, če si res sprejemaš to in pač si priden in delaš pol to te, valjda, ne bo sam preletel iz neba, ne. Ampak to, ta sprejemanje, ne, kot si rekel za ego prej, pač ego je del nas, ni nobene dualnosti, ne, jaz sem tudi to dualnost skozi delo, ko sem bral kart tole, pa pač te na začetne faze, a ne, še zmeraj sem v začetni fazi, ampak tako, zdaj že dojemam, da ni več te dualnosti, da ego si ti, ne bi bili danes tukaj, če ne bi bilo tvojega ega, ne. Mora biti ta sprejemanje, sam pač fajn se včasih malo pogovarjati z njemu, pač, a ne, da te v bistvu ne, te programčki pa vzorčki, ki si jih dobil, a ne, da ti ne delajo več škode, a ne, se pravi, včasih so te mogoče rešili, a ne, to se spomnim z podcasta z Lukatom, včasih so te vzorci rešili iz neke situacije in ti tvoj podzavestno naredi neko mišljenje, sej pomagal mi je, zdaj mi bo skozi to pomagal, ne, ampak ko si pa starejši, pa te vzorci spet pridejo, sploh jih ne zaznaš, ne. Ja. In v bistvu, opaziš, takole, čakaj, ta reakcija zdaj, ko sem jo imel, je pa mogoče še od takrat, ne sluš mi več nič dobrega, a ne, mogoče bi tole še malo opazoval, če se bo večkrat zgodilo. In počasi to mogoče topiti, a ne, na ta način. Pač, ja. Ja, dualnost definitivno, tako kot si lepo rekel, da si oboje ti, ne, ampak dualnost je dobra iz tega vidika, da ti ločeš med opazovalcem pa akterjem, oziroma med tistim, ki govori, pa tistim, ki posluša, ne, in ti si vedno taka posluša in s tem ni nikoli nič narobe, a ne. In se je dober se na to spomniti, to pomeni, da se zbudiš, da dejansko opaziš to, kar se v tvoji glavi, to čeblanje, ki se dogaja in se zavedaš, ok, v redu je, pač z nek prahaja, ne vem točno skje, ampak tle je, ne moram bežati od tega in tudi si biti sposoben to priznati. Ne dolg nazaj, pazi to, stari. Jaz ta malo previjam. In nikakor ni namer, skozi se mi premetava, niti ne joka, jamra, neki glasovi, ki so mi šli na živce, a ne. In mi ni ratal une planice zategniti, ne, in jaz pač ratujem čez dalje bolj jezen, a ne. In pride še Ana in mi pač reče, dej, kva je, a ne, a bo, a ne, ne vem. In jaz še bolj živčena, ne, in ona meni del mena, ne, in tako začne proti meni in jaz pač tako narahlo jaz njo. Odrina stran, ne, pust me, a ne, zdaj bom jaz to dokončal, kar sem si zadal, a ne. No in zapnem uno planico in me ona pogleda in reče, kdo si ti, stari, zdajle, a ne, kva se dogaja, a ne. In jaz grem v dnevno živčen, škok živčen, stari, že dolg ne tok in se usedem na kavč in sem takole, stari.
10 minut sem roke imel na glavi, gledal v tla in samo v enem trenutku vmes, tudi to je ok. Sam pač sprejmi, da je tako. No, in je prišla Polana nazaj in me je vprašala, a si v redu, in se mi po moje, zih se mi že kdaj rekel, ampak sem rekel, nisem v redu, nisem v redu. Sem rekel, jezen sem in vidim, da se to že nekaj časa v meni nabira in da nisem si upal sprejeti tega dela sebe, da se ga konstantno dol tlače, bod priden, bod prijazen, ne reagirati. In vse situacije, ki so bile take, da so me malo razpizdile, sem jih krtko malo potlačil dol. Pa prej sem imel vsaj ameriški fuzbal, sem se lahko tam razgonil. No in mi je tudi Ana vprašala, a si name jezen? Sem rekel, tudi nate sem jezen, ja. Tudi nate sem jezen in tudi na ta malo, Pa vem, da niste nič krivi, to so moje občutki, ampak vidim, da jih še nisem sprejel predelu. Ja, in sem rekel, tati ima nekaj novega za ne rešiti, ampak za adresati, nasloviti. In v bistvu sem zelo ponosen, da sem to, niti ne ponosen, hvaležen sam sebi, da sem si upal reči, da nisem v redu. Veš, velikrat se ne zavedamo, kakšno moč imajo naši partnerji, sploh žena, pri moškemu. Če si upaš pač prositi za pomoč, reči, lej, sam klebot. Ona me ni nič obsojala. Nič. In zato sem tudi ful hvaležen. Dala mi je prostor in bila je zraven in pustila me je. In pol, ker sem bil boljš, pogledal sem se nasmejal, mi je dala ta malo nazaj v roke, kar je bilo ful lepo od nje. A veš, da jo ni stran od mene potegnila, pa ne, tati zdaj jezen, to ne smeš. Ne, ona je bila z njo tam zraven. Tudi ta mala je bila mirna, me je gledala. In potem sem jo dubil in sem se lahko nazaj povezal. Tako da evo ti eno izkušnjo tako, koliko ti ven lahko potegne. Neke vzorce, ki si jih mogoče malo postopoma, veš, vsakič. Ne, mene nič ne razpizdi, jaz se na to ne povežem. Miško, pride to ven, stari. To tudi pravijo otroci, da ti potegnejo ven, da te pridejo učiti. Pri meni je do zdaj bila to potrpežljivost, pa evo, jeza. Jezo sem najdel, ker sem jo malo pozabil. Tako da ja. Zdaj me je spomnil na, mislim, da sem imel z Juričičem podcast, je omenil recimo ta del, ko delaš ti na sebi, recimo star si 30 let, delaš na sebi 15 let in imaš občutek, da si res, zdaj sem pa že res naredil na sebi, pa sem svojemu odrekel, pa zdaj bom pa res dober oči. In ja, pač sej ful pomaga to in to je ful pomemben, ampak kad dobiš ti izkušnjo to, šele prvič, kad dobiš ti otroka, šele takrat dejansko pridejo določene stvari, ki si jih tako močno potlačil ven, in ne prej, dokler ti ne boš imel svojega otroka, ne bo to prišlo ven. Tako da dejansko imaš pol, kada si spet levelena, v nečem drugem. Ampak hkrati ti pa tok še lahko, bom rekel, še več odpre to, še več nekih priložnosti, lahko na sebi narediš in hkrati boš še bolj lahko na koncu ozaveščen, naredil na sebi, pomagal drugim itd. In to je res, se mi zdi, da pač otrok, partner, take stvari, to te pol trigira, ker sploh ne veš, da te, dokler ga nimaš, kukarkoli. In je to ful, to sem si ful zapomnil, da res, da ti to šele pol da, neko izkušnjo. Drugače pa prej, ko si omenil, ta jeza, jaz imam ful težave z jezo, recimo tudi, pa ne, da sem preveč, jaz tlačem jezo ful dobro, Ampak zdaj recimo berem eno knjigo ful dobro od zavedanja, Antonio Del Moro, mislim, da je tako. Kaj je naslov knjige? Zavedanje. Ja, mislim, da je Antonio Del Moro, neki tazga, v glavnem, lepo pove tudi spet zelo podoben, kaj je kar tole, ampak spet v dolgem cajtu spet eno tako knjigo berem in ti spet malo zavesti in ti da neka orodja, ki si lažje pomagaš, recimo, ne vem, kaj si rekel, da si bil jezen, pa si rekel, jezen sem, v bistvu hitro se poistovetimo s tem čustvom, ampak v bistvu nisi ti ta čustvo, se pravi, kar rečeš, že sam jezen sem, se že v bistvu povežeš s tem, da si to ti, ampak rečeš, jeza je v meni. Pa imamo občutek jeze. Ja, imamo občutek jeze. In to je recimo en dobro orodje,
Ker tako, če prije neka reakcija, je sam opazuješ, neki se je sprožil, karkoli, neki gre čez mene, neki je v meni, če te kdo vpraša. Meni recimo osebno pomaga malo to, da se ne preveč povežem s tem. Ampak sem pa isto delal tako, kot ti, konstantno. Na nek način vse te knjige, pa te stvari, ta zavedanje, nisem to jaz, se pa na nek način lahko hitro rata neko bežanje. Ne? Ko si rekel, tlačeš to jezo, ne vem, na nekoga si jezen, normalno je, pač prav je, da si tudi jezen na nekoga in s tem nič narobe in tudi, da mu pokažeš to jezo. Ampak recimo jaz sem pa začel, čakaj, to je nekaj z mano narobe, veš, in sem začel to tlačati. Potepje, ne? Ja, in pol se to nabiral, kuka pač vsaka stvar in pol eksplodiraš na nekoga, ni mogoče bil, si ni glih najbolj to zaslužil, ja. Ampak to, no. Pa tudi ugotoviš, da tudi moraš čustva pokazati, ne, obvezno. To je ful pomemben, da ne gnije to v tebi. Točno to, ja. Točno to. In se tudi te spet vrne nazaj do odnosov. Imaš ti ljudi okoli sebe, ki jim lahko iskreno pokaže svoje čustva, ki lahko z njimi deliš te stvari. In jaz sem pač vesel, da je moja žena, ki imam največ časa zraven sebe, moj najboljši prijateljica, da lahko pač jaz te stvari z njo debatiram. In istočasno njej dajem prostor, da ona to dela z mano, veš. In isto mami moja, ne. Se kle se še učiva oba, kako zdaj še en level višji narediti, veš, ker ona je zelo, noče mi nobenih nalepk dajati ali pa karkoli, se itak se pol o tem pogovorijo vsakeč, ki jo omenjam na podcastu, ne. Ona je mirovnik, ne, ona prav nikoli skregan spat, ne. Nikoli se krega itd., ampak tudi to je okej, tudi skregan moraš iti kdaj spat, čeprav mogoče iz nekega romantičnega vidika, če slučajno kdo, ki gre sta spat, umre, ne, ja, res, mogoče ti bo žal, ampak se ne bo, ne, umrl, mislim. Pri sebi moraš prepucati, da si okej s tem, če si pač izkazal jezo, pa nisi bil še pripravljen se o tem pogovoriti, ne. Ker, veš, nimamo vsi istega pogleda na to, koliko časa nekdo rab, da se ohladi, ali pa koliko čustveno bo neki vzel. Ker jaz recimo sem tudi v preteklosti hotel takoj razčistiti zadeve, veš, pa sem naredil pizderijo, pa sem takoj pol bil že ponižen, pa se upravičval, pa ne vem kva vse. Pač, zdaj, ko nazaj na to pogledam, sem tako napadej, vzem si čas, sej, veš, ne rabiš imeti takoj vse zglajena, ne rabiš biti takoj vse spet, ne rabiš biti takoj v očeh vseh spet okej, pa dober, kakorkoli, prijazen, ne vem. Lahko tudi ti kdaj zafukaš, pa si jezen, pa si, ne vem, sramu vreden, karkoli bojo si izmislili. Medtem, ko eni ljudje pa veš, in pa to ne pomeni veliko, se pa počta, čez 5 minut pa že, a gre z mano na kavo ali neki, ko čaka ništva midva, pa ne, to je že mim, medtem, ko eni bojo pa vlekali, bojo pa čustveno zelo na to navezani. Ja, zelo dobra zgodbica je ta o račkah, ne. Res mi je zanimivo, kako eni ljudje to dejansko lahko naredijo, se skregajo in čez 5 minut že so gut. Pač jaz to ne morem, to še zmeraj vreje v mene, ne. Ta zgodba o račkah je ta, da pač ne bi se tako ljudje, če bi bili res vsi ozaveščeni, pa ne bi se toliko pripenjali na ta čustva, pa toliko vse osebno vzemali, bi bili tako kot živali, ne, neka pač zgodba o račkah, ki se pač račke, ki prideta skupaj, se sam izkrili v bistvu, ko bi rekel, kloptata. Ja, krilo vsaka svoja odpre, in začne se pravi drmati tista svoja krila in pol se samo vsaka obrne v svojo smer in gre ta, pač se v bistvu stresata to svojo jezo na nek način, ne, ker se kakor sfajtata in pol gre vsaka svojo pot in tako ne bi kao bilo, ne. Mislim, ne bi bilo pač, če ne bi toliko osebno jemal stvari, pa toliko se povezval s čustvi in tam je tudi doskrat tako, me opominja sam, je težko pač. A si od Don Miguel Ruiza 4 Agreements, 4 dogovore, si bral? Sem, ja. Noter je omenjena ta ne jemati stvari osebno, ne? Ja. Ne spomnim točno, kaj piše, ampak če koga zanima. Don Miguel Ruiz 4 Agreements, se pravi 4 Agreements. Ja, dobra knjiga. Ja, meni je bila ta ena izmed prvih, ki sem je v bistvu na tej svoji poti v ta duhovni svet
prebral, ker je relativno je lahka za branje, razumljiva, ne? Ni Eckhart Tolle, ki se zgubiš noter lahko. In dejansko lihta ne jemati stvari osebno, da karkoli kdorkoli drug naredi, nima veze s tabo. Niti če te šutne v glavo, je tak ekstremen primer. Nima to nobene veze s tabo. To je samo nekaj, kar se v njemu dogaja. In če dava v prakso, zdaj to ne jemanje osebno, tako kaj nekaj mogoče, a se spomniš kakšne situacije zdaj pred kratkim, a pa tako prvo, kar ti pride na pamet, kjer bi strti vzel to osebno, ti pa nisi, ker si se ozavestil. A ti mogoče kaj pade na pamet? Ja. Pred kratkim smo imela nek konflikt s punco. A je lahko damo shoutout? Kako? Če je lahko damo shoutout, če lahko pozdravimo. Shoutout to Nuša. Čau Nuša. V bistvu imela sva en pač tak mini konflikt, no, ampak recimo, kaj se je zgodil. Prvo bi sam rekel, da je ful, ona je tudi tako dela na tem, da je zavestna, pa tudi tako, da to bi ful pohvalil pri njej in se mi zdi, da je to ful pomembno za, bom rekel, dolgoročen odnos, ne? Pač, da se sploh spostavlja ta neka globina, da dela da dela vsak na sebi, pa da si daje ta prostor, ne? Tako, kot si ti preomenil, to je ful. Ona to ful dobro naredi in recimo, kaj se je zgodilo, povedala je samo nek svoj strah, ne? Pač nekaj je izrazila, da je pač nekaj se ustrašila, pač v najini zvezi in ne bom rekel, da čist nisem reagiral na to, v bistvu sem kar intenzivno reagiral, ker je pač očitno nekaj zbudilo meni, ki se je skrival. Strah. Ja, ful močen strah, da nisem dovolj, da strah pred izgubo, ful te deep najbolj, ne, jaz sem mislil prvo, ne, čakaj, tako ona lahko to reče, a veš, pač, ampak ful sem sam pokrival nalepke, čez to tisto, kar je bistvo prven se zbudil, ne, kaj je bila reakcija, a ne strah. In sem pač itak, sem reagiral, nisem tako burno, kakor bi včasih, ampak samo bil sem tih in potem sva končala klic in potem sem pač res meditiral, šel te občutke, probal topiti malo to, sam biti s tem, biti čim več s tem, kaj vem, takoj, ko sem končala klic, sam telefon sem prežgal, pa Instagram. To je tako avtomatsko, je. To je avtomatsko. In sem se sam zasmejal, ne, kam greš. In sem ga odložil, da v manto gor pač slušalke in sem bil po moje 45 minut tam v tišini, pa sem sam, bom rekel, si spet to situacijo zaigral v glavi, sem čutil, kako vzbudi neki to v meni, in sam biti s tem, pa izklopati to pol to sceno, ki sem si jo zaigral, ne, se pravi, vidiš, da, kot je tudi Turk lepo povedal, da dejansko pol čutiš, kako, ko spet to narediš, pa ponavljaš to, kot nek trening, da se ti topi. Čutiš, da ni več tako intenzivno to, vidiš, da je to pretep, nekaj sprožil. In potem, ko sem to malo, bom rekel, topil, so se pol spet slišala in še zmeraj nek delček mene hotel to ful osebno imati, in se ni pustil, in sem pač tudi to sprejel. Ful sem ga hotel potlačati, pa reči, ne, a veš, nimaš prav. Ja, a veš, in sem pač tudi ta del pustil in sprejel to, da pač je tudi v tej situaciji, oziroma v tej stopni, ki sem zdaj, pač to normalno še, in pač že to mi zame dovolj, da sem si zavedel in da sem nekaj naredil na tem, in sem se pol pač lepo pogovorila o tem, jaz sem tudi izrazil, da sem pač bil ful, da mi je reakcija nerealna, pač neka jeza se je vrgla ven in sem tudi kar govoril s to neko agresijo v ozadju, se je čutil pri meni, nisem mogel, čez to. Bilo je pa lih pred spanjem, tako kot si rekel, in se ful nisem hotel sploh pogovarjati več z njo, ker sem bil, tako sem bil jezen, še odmer ta nek trmast gašpar v meni, ampak po drugi strani sem pa vedel, da ne bom mogel spati, in sem rekel, ok, nekaj bi vse skomuniciral še z njo, da bom tudi za mene lažji konc koncev, in pa so se spet slišala in v bistvu sva ful dober pogovor pol imela, in ja, pač to je neka situacija, ki sem čist drugače na njo reagiral, pa se odzval, kakor pa bi recimo let pa pol nazaj. Tako da to, kar si prej govoril, to dati prostor človeku, ona je tudi cel dan, naslednji dan mi je napisala, ne ignoriram te, dam ti prostor, da se pač si vzameš čas za sebe, predelaš kakorkoli, pa me poklič, ko boš ready, to je tako ful. To je ful zrelo, ja.
Ja, to je ful, se mi zdi pomembno v zvezi, da si pač daš to, kot si ti prej rekel, ko si ti bil jezen, ne, recimo, ti Jana to dala. Ja, ni obsojanja, ni užaljenosti, ni tega, da moraš konstantno biti mogoče ti tist, ki pomiri situacijo ali pa ki daje. Ker sem gotovo, da ni bil problem v tem, da bi skozi jaz to delal, sam da sem mislil, da moram jaz to skozi delati. Sem mislil, da ne moram jaz biti tist, ki je mogoče v situaciji pač ta užaljen, ta bogi, ta ne vem kaj vse. In to, kar si ti naredil, da si vzel telefon, ker to je pač tako, po moje, če vsi se boste tega zdaj zavedali. Ko pač si v neki težki situaciji, ko rataš, ne vem, ker neko čustvo rata malo bolj intenzivno, predvsem neprijetno, sežeš po nečem, zato da pač lahko pobegneš. In to, kar si ti naredil, da si to opazil in potem šel v temo, šel v mir, kjer si vedel, da bo to čustvo še bolj potencirano, to je nekaj najbolj pogumnega, kar lahko narediš. In tisti, ki boste v situaciji, pa tudi sam vem, kad do tega pride, točno to je najboljša stvar, ki jo takrat lahko narediš. Da si vzameš čas zase in da si v tišini in ne pride gore. Ker sem to namensko začel delati, takrat, ko sem pustil službo, ker so se mi vračali pol te strahovi, pa neraščiščene zadeve, pa pitaj Boga, kaj vse. Pri določenih ljudeh, jaz sem te ljudi sanjal itd. Ko sem šel spat zvečer, za nalaž razmišljal o teh stvareh, da se je sprožil občutek in ko se je sprožil občutek, sem bil z občutkom. Sam zato, da sem lahko topil, po domač povedano. In bilo ful neprijetno. Ja. In isto je bilo strahom pred temo. Če je bil kdo zraven doma, ni bilo panike. Sem lahko šel normalno spat, ampak če sem bil pa sam v stanovanju, sem imel pa televizijo prežgano. In enkrat sem si rekel, zakaj to delaš? Česa je mene strah, kle? No in sem pač ugasnil vse, se vlegel in kar naenkrat sam začne prihajati stari. Tam te en gleda iz hodnika, a si ziher, da si sam, kaj je to počelo v kuhinji? Itd. In jaz sem bil sam s tem sem bil in sam, vse je v redu, sam spust. In je zginil. Sem zaspal in drug dan sem se zbudil in sem bil tako, no, to mi fucking deli, a veš? In je tako ful otročje. Ampak, ker sem to zgodbo začel z ljudmi govoriti, so mi tako, jaz sem mislil, da sem sam jaz tak. Meni bilo pa sram tega, da še zdaj moram z lučjo spati. Ko pizda jaz ti iz lastne izkušnje povem, jaz pač nikoli nisem spal brez luči. Nikoli. Kot otrok. Vedno je mogel nekaj goreti, vedno je mogel nekaj brneti. Vedno sem mogel slišati neke glasove. Sem to s Turkom delil in rekel, ja, strah te je biti sama, Nekje si bil enkrat sam, ti ni pasal, se je utrnil to noter, ali so te pozabali, ali ne vem karkoli, pitaj Boga kaj. To je ostalo tebi. In zdaj vsaka taka situacija, kjer te lahko pripelje do tega spet občutka samote, ti bo to zbudila. In je bilo tako ful crazy, iz vidika tega, kao ful delam na sebi, treniram in teda mislim, da sem neki. In pol nekaj tazga. Tako, to je pa malo nesigurnosti vam potegnala. To je tisto, kar smo pregovorila. Pač gibanje, jaz recimo cel življenje prišel sem v srednjo šolo in pol hočeš pripadati, to je prva stvar. Pripadati pa biti pač v bistvu svojo neko nesigurnost, ker se nisem sprejemal, sem pač tako na nek način potlačil s tem, da sem treniral veliko, pa hotel dobro izgledati. In pač spet je lahko gibanje neke vrste bežanja, lahko včasih. Ful ekstremno, jaz sem ful intenzivne treninge imel, zato ker je bilo ful jeze v meni. In to je tisto, kar sem pregovoril, da je ful bolj, se mi zdi pomembno trenirati mindset, mindset delati na sebi, malo kopati sebe, da pač, ker posledično, kaj se je zgodilo, ker sem ful treniral, sem imel ful poškodb, vse sem že, ni da ni poškodovane sklepe in pač samo destruktivno je, in življenje ti nekaj hoče povedati, ker se ti nekaj poškoduješ, če zdaj ni res nekaj po nesreč, ampak realno vsaka stvar je z nekim namenom, in vidim zdaj jaz to za nazaj, konstantno sem se gnal, ker je moje prepričanje v glavi je bilo, da ni bilo dovolj, da pač v bistvu sem bil skozi dovolj, sem pač mogel sem to na drug način ugotoviti. Ta je kar pogosta, ta
ta, da mislimo, da nismo dost. Zakaj je ta tako pogosta pri nas ljudeh, božjih? Da nisi dost, kaj to sploh pomeni, stari? Da bi mogel biti več. Pa jaz mislim, da če pogledaš, ko smo bili lovci nabiralci, ne, konstantno si hotel biti sposoben, a ne, se pravi, da si konstantno prispeval. Ne vem, pač ta neka tekmovalnost človeška, taki smo, ne vem, tak feeling je, da konstantno se hočeš dokazovati. Prej njih sicer malo več, kot pa drugih, ne, ampak neki zdravi meri pač taki smo, se mi zdi. To je ta ego naš, ne. Pač tako, kaj je to del nas, pač, ja, tako. In Primerjava. primerjava, a ne, tekmovalnost, tako, primerjava v bistvu, ja. Pa zdaj se po moje šele vidijo ta pravi efekti social media, ne? Družbenih omrežij. Če pomisliš, zdaj smo že kar nekaj časa v tej igrici noter ujeti, ne? Ja. Že zelo dolg časa. Od 2015, če Facebook je bil že prej, 2009. Ampak to se zdaj dobro 2012, povedal, ne vem, ja. ja. Social media. Le to stari, Tako. spomni opaziš, 10 let imaš že oprano glavo iz vidika tega, da se praktično konstantno primerjaš z slikcami pa videi. Ja. Slikcami pa videi. Ja. In si ustvarjaš zgodbice Ja. o teh slikcah pa videjih, Ja. in v teh zgodbicah si redko kdaj ti boljši. Ja. Redko kdaj, če pa misliš, da si boljši, a ne od nekoga drugega, si pa spet neko zgodbico ustvarjaš v napuhu, a ne. Ali pa spet je primerjava v igri. Praktično samo primerjava se dogaja. To si dobro povedal, ja. Socialna omrežja, po moje, da so nek preskok v tem, ki je šlo že preveč čez mejo, a ne. Ja. Se pravi, tako, kot si rekel, pač, kako bo ne vem, en fant ali pa punca stara, ne vem, tam 10 do 15 let, ki še, a ne, mogoče tudi starši niso poskrbeli, ne vem, za neko zdravo okolje, da je odrašča človek, da je skozi na telefonu, ne, pa da ni v naravi, a ne, da tudi ne sprejme, kot Sara Isakovič rekla, ne, da pač delaš tudi na samopodobi, ne samo, da pozabiš na to, pa da je pol otrok skozi cel življenje kompetence, da se dokaže. Ja. Ampak da dobi neko napravo v roke in gledaš ti pol, a ne, imaš svoje idole, a ne, in gledaš ljudi, ki imajo to pa to postavo in želiš to, Ja. ampak ni realno, pa se pol sebe pogledaš, fak, jaz pa nisem tak, a ne, in se začneš pol zabijati dol, a ne, kako bo en otrok sploh razumel, zakaj tako razmišlja, a ne. In zato je tudi pol, če pogledaš danes, recimo v Ameriki je največ, več je samomorov recimo med puncam, starim tam od 10 do 15 let, kot pa fanti, ne, recimo, zato ker punce so veliko bolj socialne, ker mislim, bom rekel, bolj so za odnose, a ne, in socialna omrežja so recimo tudi, bom rekel, punce so pol bolj temu nagnjene, a ne, fanti smo bolj včasih igrce, pa to, a ne, ženske pa pač socialna omrežja in zato je tudi recimo več samomorov, a ne, ni bi rekel naključij, a ne. Tako da, ja, pač socialni mediji, pač to je, Ja. ful je šlo pač predelač, oziroma te nove generacije, a ne, danes imeti otroka je kar po moje zahteven job, tako, a ne, jih spoznavati s temi napravami, pa jim omejiti to v nekih normalah, pa. Ja, zahteva več fokusa, zahteva več truda, Ja. pot je definitivno težja, če jo primerjamo, po moje, je pa iz nekih vidikov tudi lažja, a ne. Ja. Kjer jaz vidim, jaz mislim, da social media kot orodje je dobro, ker poveže lahko ljudi, omogoča ogromno priložnosti za biznise, marketing se lahko končno dela okoli človeka, kar je dobro. Kjer jaz vidim, in to je tudi Simon Sinek izpostavil v podcastu, ki sem ga prej omenil, je rekel, živimo v leaderless community, a ne? Torej, da ta naša obdobje, v katerem smo, nima vzornikov, ki so iz vidika vrednot močni,
kot nekdo kot prezenca na družbenih omrežjih. A ne. Ker v teh prvih letih družbenih omrežij so gor zrastel, je bilo pač samo fizična lepota itd. Praktično se je vse okoli tega vrtel in manekenke in influencerke so bile pač te punce, ki so največ lajkov dobile, torej, ki so bile največjim ljudem všeč, kakorkoli bi obrnil. No in je ful dobro to rekel. Je rekel, vprašal ga je Steven, in kako se pač lahko to spremeni, kaj moramo narediti. Je rekel pač, glas morajo povzdigniti oziroma več delati na prezenci, ljudje, ki imajo dejansko nekaj zadati, nekaj dobrega zapustiti, nekdo, ki je dejanski vzor. Je rekel, ker poglej, zakaj se mladi fantje obnašajo tako, kot se obnašajo, pa zakaj kar naenkrat je kul, da imaš ti ne vem koliko žensk, pa sam denar je važen, pa bo vse v redu. Je rekel, na koga se spomniš, ko to rečem? Na koga se spomniš, ko to rečem? Družbena omrežja, take zadeve. Prav specifično na koga? Andrew Tate. Recimo, jaz ga sicer ne spremljam, ampak slišal sem o njemu že velike. Okay, ja. Ampak to je nekako, kar bi, če bi mlade vprašal, bi to pač prvo vprašal. Tako je, tako. No in pač pogledaš, kaj on komunicira in koliko on komunicira. Koliko je on pač pozornosti social medije pobral in zakaj pol zdaj te mladi jih vidiš, ko hodijo okoli oblečeni, ko on pa se takole širijo, kao zato, da izkažejo dominanco. Pa kakšna dominanca, majste? Pa koga, kaj se počutiš ogroženega, a štekaš, a ne? Vse je v bistvu, ne. Ogrožen, da bo ta del ven prišel, kar je, ne. Točno to, a ne. A veš, jaz kaj take stvari slišim, avtomatsko pol pomislim, pizda, res je, ne. In tudi, ko se z ljudmi pogovarjam, pa zdaj, ko recimo glede podcasta dobivam ful lepih sporočil. Danes je prišla ena punca iz Novega mesta, Ana, shout out, mi je prinesla mafine, mi je prinesla knjigo in rekla, pač sam hotela sem te spoznati in se ti zahvaliti za vse, kar daješ itd. In take situacije, još te pa malo spomnijo, pizda, ja, rabijo to ljudje, tudi to rabijo. Ne? Pa na koncu dneva vse, kar delamo, je, da se pogovarjamo o teh stvarih. Ok, dajemo tudi več, pa še več bomo. Ne? Mislim, da je čas, da se tudi ljudje, veš, ki se mogoče malo nazaj držijo. Lih zanj sem jaz eno punco coachinga. Ne bilo tudi tako, ja, obstaja strategija zame, da bom uspešna kot personal brand, brez da uporabljam družbena omrežja. Jaz sem tako, mogoče obstaja, ampak sam povem mi zakaj. Ne? No in sva prišla pol do nesigurnosti in do vseh teh zadev. Ne? Jaz sem tako, pa lih taki ljudje, ki imate zadati, ki imate za svet lepši narediti, ki imate izkušnje, ki bojo ljudem dejansko pomagali, ki ste šli čez sranje, ki ste dobri po srcu, ali vi morate to uporabljati. Ne? Je rekla, ja, pa nočem, da pol izpadem, da se kažem, pa ne vem kaj. Sem rekel, pa ti se moraš kazati. A misliš, da meni ni bilo težko na začetku? In potem kaj sem naredil? Zbrskal sem svoje stare videe. Prve videe, ki sem jih začel objavljati na TikTok. In sem jih začel pošiljati. In sem rekel, no, sam poglej si zdaj to. Sem rekel, jaz, ki ti to pošiljam, zdaj le me je sram. Cringe čutam, ampak mi je čisto ok, če te bo to spodbudil k temu, da si tudi ti upaš biti enkrat začetnik. Ker oni videi so grozni, gape, stari. Mislim, grozni. Štekaš, ulki tako, aha, ok. Dejansko je bilo tako na začetku. In sem veš tako, ja, ker začneš, pač boš izpadel začetnik. Kako pa bo drugače, ne? To je že žber, mislim, da ste imela podcast za žbetom, ne? Tudi, ja. Ne title, ne, kako je že... Upaj si biti začetnik. Ja, pač tako, to sem tudi jaz. Dajo prve filmčke gor, danes kaj gledam, razmišljam, faka bi jih brisal, ali še kar so gor, tako, kar sramte, ker si na začetku, greš malo na blef, malo v tempo strelaš, pa probaš. Dobar, sam tebe sem jaz res v vodo fuknil na začetku, ali ti nisi imel neke izbire. Pač, včasih je tako prav. Pri meni je bilo tako zmer. Ja, bil sem na masaži, po masaži je bilo. Sem paril telefon v roke in sem začel gapeta snemati. Sem rekel, povej mi, zakaj sva to zdaj delala. Kaj, kleti, bova kaj se tako postala, aj kader, in sem rekel, gapet tih, ne bi tih, no. Povej mi, direkt v kamero povej. In sva pač posnela. Ja. In to tudi uporablja takrat pola, ne? Ja. Za nagradno igro. Ja, tako, ja. Spomnim se, kako sem filozofiral še takrat. Stari. Sem mogla še ne vem, kolikrat posnet. Ja, pač, itak, veš, v trenutku, ko začneš to delati, rataš pač drugačen, zato ker na površje pridejo tudi nesigurnosti in vse, ker ti veš, da se boš, s tem, ko se posnameš, pa to daš drugim ljudem, si ti lahko jim dal možnost, da te obsojajo, da rata ta glasek, ki je v tvoji glavi resničen, ker ga bo še kdo drug omenil, pa bo pa ta prav, ne? Ko bo pa en drug to rekel, pa je pa res.
Dokler je v tvoji glavi, je to skrivnost. Noben ne ve. Ampak zdaj, ker naenkrat ta glasek lahko rata resničena. Ne? Ghosti predvsem, ne? Tako, ker sta imela podcast iz Eko na Flowsu. Dobro, lepo je povedala, ne, pač ta občutek strahu, ko prideš pred kamero, sploh pa live, ne. Ghosti. Ne moreš, mislim, lahko fejkaš, ampak ja, dejansko se počutiš, kot da si nak pred vsemi in da te lahko vidijo, a ne, to, kar mogoče prekrivaš, a ne. A misliš, da bi koristili ljudem, če bi jaz prišel nak na podcast? Jaz mislim, da bi. Označi timestamp, tu gre ven, ne zabavam se pisno. Jaz mislim, da bi. Hvala, hvala. Bi se rekel, lepi smo, dobro telo imamo, moram jaz tudi malo trenirati začeti, ne. Ja. Eno stvar bi omenil, ker smo lih pri tem, stari. Eno stvar, ki jo jaz zelo cenim in sem se jo zdaj spet spomnil, a veš, kaj so ljudje, ki od tebi vidijo zmagovalca oziroma nekaj, kar si ti želiš biti, še preden to dejansko si. Eni ljudje pač, pri meni se jih spomnim, recimo v glavi imam Holuba, imam Grišo, one dva sta že, ko sem jaz bil še ta nezrela verzija sebe, se one dva z mano pogovarjala, da sem jaz že zelo uspešen, sploh Holub. On je meni tako, vedno mi je ne pihal na dušo, ampak to je zelo iskren človek. Veš, to je, ko on bo povedal brutalno resnico, tako je. In on je že takrat meni govoril, pač, da imam ful potencijala, da sem sposoben uno gor do tretja. Ne? Pa sem jaz to tako kao malo preslišal, tako ja, thanks uno gor do tretja. Ne? Ampak zdaj, ko vidim, kje dejansko sem in kako on še vedno komunicira z mano, je sam tako uno. God fucking bless you, man. Ker je res mi veliko dal to, takrat, ker še nisem vedel, koliko mi dejansko daje. Zato tudi jaz probam kdaj zdaj z mladimi, pa je tudi Amadejan izmed njih. Pač klesi, da nekaj narediš iz sebe. In ko pride do trenutka, kjer malo skrene s poti, ali pa se ne vem, kakšno pritožvanje v klop, ali pa kakšen ta starobrambni mehanizem, pač gremo ga nasloviti, gremo ga rešiti, gremo dalje. Pač, lepo se mi zdi, da na tak način poskrbiš za sočloveka, da mu tega zmagovalca, to lepo verzijo v njemu potenciraš, ampak istočasno ne, kako bi zdaj to rekel, ne narediš te napake, da nekomu govoriš, da nekaj je, kar si ti želiš, da je. Torej, da ti svojo idejo tega človeka, veš, njemu potenciraš. Ampak samo to, kar on dejansko čuti, da je. Ker ta druga je pa pol, da ti v bistvu svoje pričakovanja daješ na druga. Ne? To sem pa večkrat v preteklosti naredil to napako, da sem ljudi, s katerimi delo, sem jaz svojo idejo ustvaril, kdo oni so, kaj si želijo, in ker mislil, da oni isto mislijo, kot jaz. In pol je pač to vodil vedno v pač nek propad ali sodelovanje ali karkoli. To je ta težek del biti mentor, ne? Pač tako, kot si zdaj rekel. Ja. Ne dajati svoje prepričanje na sebe, ne se človek za sebe odloči, ampak ga voditi po tistih smernicah, kaj on rab, opaziti, kaj on rab. Ja. Danes sem imel na 1-1 enega udeleženca workshopa svojega in je bila, en zanimiv primer je bil, ki je mi rekel, vprašal sem ga, vedno vprašam, kaj si želiš, da danes pač dobiš od tega, tudi tebe to vprašam. Ti si mi dal do zdaj najbolj simpatičen odgovor. Noč, v bistvu jaz sem hotel sam priti v tvojo družbo, pa tudi če neč ne narediva, sam pač hotel sem biti s tabo, da grem pa lahko dam, da smejem. V glavnem mi je rekel, hočem, da najdeva odgovor na neko določeno vprašanje. Ne? Sem rekel, ne bo šlo. Daj probi pač drugače obrniti stavka. No in pol na koncu prišel do tega, hočem, da mi pomagaš najti moj odgovor na to vprašanje, v katerega bom siguren. Nekaj v tem stilu. Ne? In lih to je point mentorstva, da ti človeku pomagaš priti do svojih odgovorov. Še bi njemu lahko dal odgovor, ker vprašanje je bilo čisto preprosto, kjer razširitev biznisa dati stran, kaj spustiti. In je bilo v bistvu pol na koncu tako jasno, tlele se je usedel, tlele, ki ti zdaj sediš, je pogledal na tablo in je rekel, fakt, stari. Če bi zdaj prišel noter pa pogledal na to tablo, bi me vprašal, zakaj jaz tebe plačujem. Ampak meni je bilo to nekaj najboljšega, kar sem videl. Ker sem točno to dobil, kar sem rabo. To v bistvu je bila fora v poenostavitvi vsega tega kaosa, kaj vse bi mogel,
v čisto eno preprosto stvar in to je, jaz sem ga sam spraševal, kaj si želiš? Kaj si želiš? Ja. Prav ne vem, ali bi zaposlil človeka ali bi delal z torej freelancerja, ne? Sem ga vprašal, kaj si mi na začetku rekel, da želiš? Je rekel svobodo. Sem rekel, kaj ti da svobodo, kaj ti jo vzame? Je rekel, mi je že jasno, ne. Hočem delati pač s freelancerji, zato ker pač želim jaz biti svoboden in želim, da so drugi svobodni, ko delajo z mano. Ja. Evo tega na. Ne? In lih ta vprašanje premalkrat uporabljamo kot mentori, in jaz ga zdaj skozi. Kaj si želiš? Po kaj si prišel? Kako ti lahko pomagam? Povej mi, da bova vedela, kaj sploh delava. Kaj si ti lodan teorije, ko krčeš? Ja. Sam, tako kot sem tebe večkrat vprašal. Kaj si želiš? Kako si želiš svoj biznis postaviti? In je zanimivo, ko pogledaš zdaj nazaj, da dejansko si ga postavil tako, kot si takrat rekel, da si ga želiš v manj kot enem letu. Ja. Jaz sem hotel izpostaviti, da imaš neko posebno sposobnost vprašati vprašanje tako samo v enem stavku, pa da je ta prav. Tudi se spomnim unga, ko si me čakal pred salonom, ne? In pride, na stolu si bil in si se sončil in se zraven tebe usedem in čakam, tako neki cajta sva tih. In si me sam pogledal in si me vprašal, a si tam, ki si hotel biti? Pa sem tako, vem pa jaz tiste dni sem se pa fulno živceral, fakt, pa zdaj tukaj neki stranka ni, pa tukaj je izpad prihodka, pa to, pa a veš, toliko si v glavi konstantno, ko neki buildaš, a ne, in pa si samo vprašal si me sam to in takoj, ko sem malo sedel s tem, pa sem razmišljal, sam čutil sem tako neko sproščanje, tako fakt. Sem pomislil, kje sem bil let pa pol nazaj, kje sem pa zdaj, brutalno, in sem sam sproščeno in takrat naprej čutil sem, kako mi je lažje, res. In tako pač, tudi ko prijem klejena na ena s tabo, točno veš, kaj me vprašati. Včasih sam rabim neko potrditev od tebe, a veš, kako pač taki smo, že mogoče čutiš neki ta intuicija, kaj bi bilo boljše, ampak kar ne, pa bi rabil še drugo mnenje, veš, pa to pa recimo, ti si meni to zmer dal, pa me znal pravo vprašanja, si mi znal postaviti, tako da, ja. Ja. Mislim, ko jim pustiš, da pridejo gora, ko ne kompliciraš zadev, vsaj pri meni je tako. Ko ne kompliciram zadev, pa dejansko se zavedam ene mantre, ki jo imam v glavi, mi je proces ratu lažji in ratujem čez dalje bolj uspešen. Ker zadnji, ki prihajajo k meni zdaj na consulting pa na workshop, pač res se vidi, da odnesejo zelo velika. In mi ni problem to povedati, ker dejansko verjamem v to, zaradi te mantre, ki je v bistvu gre takole, nisem te prišel sem učiti, prišel sem te metrat, ljubezen te bo naučila. In dejansko metrat zame pomeni v tem pač poslovnem odnosu, da ti želim iz srca najboljše, da sam prideš do odgovorov in če hočem ti jaz pomagati, da prideš do odgovorov, moram iskreno govoriti s tem, kar je za masko. In če hočem jaz govoriti s tistim, kar je za masko, ti moram te prvo povedati, da je maska gor. Zato veliko workshop udeležencev, prve 2 sešna, je samo spoznavanje. Jaz sam špikam, sam vrtam. Z največjim možnim spoštovanjem pa ljubeznijo. In zato se mi ljudje tudi takoj odprejo. A meni udeleženko, ki klele že 3 pakete robcev uporablja. Sem tako pismo, veš, jaz mogoče nisem to, kar ti rabiš, ne, ti si točno to, kar jaz rabim. In pol šele preleviš počasi v biznis. In ki jih vprašam, kaj dobijo, pravijo, da dobijo podporo pa navdih. In nekaj najlepšega se meni zdi, da kot človek lahko drugemu človeku daš navdih. Da smo sposobni to drugim ljudem dajati in da smo sposobni na njih gledati ne kot učitelji, ampak kot nekdo, ki jih pač samo rab med rad, v kakršnem koli smislu to zdaj že pomeni. Mislim, da je kle spoštovanje, da je kle iskrenost, pa da je kle podpora. In da ljudi malo pomiriš, tako kot sem jaz takrat tebe. Kam se ti mudi, stari? Le kje si? Pa le kje si bil? A si ti zavedaš, da na prvem sešnu si točno to opisal, kar zdaj živiš? Zakaj ta krt? Zakaj nezadovoljstvo? S čim se primerjaš? In ko jaz pridem zdaj v ta tvoj nov prostor in vidim, kako to zdaj izgleda, sem tako, to mi fucking deli, stari. In čutim lih to, kar sem takrat, sam pač pred mano ne stoji več ista oseba. Pred mano stoji nekdo, ki je naredil to, kar je rekel, da bo naredil. Ki je kupil za 2 jurje ali 3 jurje
ledeno kat, ki je next level, pa ga je bilo strah to narediti. Ne. Jaz to vse vidim in to je zame največje spoštovanje, da pri teh letih si to že upaš. Ja. In zato pač bi te tudi rad še bolj podprl. A ne. Tako da v tem duhu, pa če bi še eno nagradno igro naredila. Ja, z veseljem. Mislim, da je že čas. Zato, ker si toliko novih stvari dodal noter v to storitev, ki jo ponujaš, oziroma storitev še izboljšal. Sam povej, kaj je novega, pa bo jaz tam štartala. Sprav dodal sem mrzlo kat, vodo zelo lahko hladim tudi do 2 stopinje, za une ta najbolj pogumne. Tako da savno sem nadgradil, prej sem imel pač v takem sodu, zdaj je taka, da lahko malo si bolj komod ležiš. Tako da te 2 stvari, svoj prostor imam, v bistvu to je ta glavno, no, kar bi izpostavil. Ja. Narediva nagradno igro, to bo po moje video te nagradne igre, da nekomu podariva cel tretma in bo tako naredila, da 2 dobita nagradno igro, torej 2 zmagovalca sta, enemu ti šenkaš, enemu pa underdog časti. Torej, lihtok, da pač pokrijeva te stroške, ki jih boste imel. Okay? Yes. Narediva se pravi, 2 zmagovalca bosta, gre pa za tretma fitobočka sauna, jaz bom povedal kvati, pa malo povej kvati to da. Fitobočka sauna? Okay. Se pravi, sauna kot prvo razstrupla telo, odpreti pore, a ne, se pravi, prešvicaš se, hkrati ta fitobočka ima vse te fitolipide v tem lesu, ki je, in se s paro sproščajo fitolipidi v ozračje oziroma tam v tisto savno in se napije to v tvojo kožo in blagodejno vpliva na tvoje zdravje, ker deluje kot eterično olje. Okay? Se pravi, pa pač vse te dobre lastnosti savne, od tega, da se pravi izboljša delovanje srca in ožilja, se pravi sprošča mišice in regeneracijo povečuje. To je tisto glavno, kar bi rekel. Pa tudi bi dodal tukaj regulacija stresa. Tako, tam je v bistvu mogoče še najbolj taka bistvena, no? Ker je danes tako popularno, da se nam vsem posod mudi, a ne, in stres je vse posod. Ne? In to je tisti del, ki bi ga jaz tle najbolj razširil v svojem biznisu. Bravo. Ja. Bova šla na to tudi. Naslednja je polje mrzla voda, se pravi, v bistvu v to kat, ki jo imaš ti, ja. Na, ne vem, jaz grem ponovati na 5, 6, 7, 10, kolikor je lahko ohlajena takrat, ja. Stopinj, ledena voda je dobra za... Tukaj bi pa v prvo vrsto dal predvsem ta cona neudobja, a ne, se pravi, skoraj vsakmu danes ni prijetno, je tudi ful mrzla voda, ne, razen tisti, ki so že mogoče bolj izkušeni, ampak nikoli ti ni prav prijetno jeti, ne. Ni prijetno. Konstantno te daje s cone udobja, tako, kot sem prej tudi rekel, tako je pač pomembno to za mindset, graditi neki pač, na step, kopati malo v sebe, konstantno moraš iti iz neke cone udobja, a ne. Vse danes je z cone udobja, a ne, če moraš neki v svet jeti delati, a ne. In voda je konstantno nek opomnik in nek trening na to, da malo buildaš to, ne. Se pravi, to, da pač greš iz cone udobja, da ne poslušaš tega tvojega glasa not v glavi konstantno, ne, to ni zame, ja bom umrl, vse me boli, noben ne bo umrl, pa razen če bi imel res neke hujše težave s srcem, a ne. Pač tiste pol pametno se posvetovati z zdravnikom itd., ne, ampak glavno je to, da malo ugasneš ta glas oziroma ga opaziš in samo greš noter v izkušnjo in vidiš, da ni na koncu tako hudo, kakor ti glava govori. Plus to, da tle je sploh regulacija stresa, pa mrzli kadi, mrzla voda, to je, se sam tudi lahko poveš, ne, izkušnjo, kako je, ko priješ k meni, pa si malo nervozen ali pa ne, vsega je preveč, pa ko priješ iz savne, pa iz mrzle vode, te zresetirate, ne. Se pravi, te 2 stvari sta glavni, plus pol itak, se pravi, to je trening za ožilje in srce, zato ker mrzla voda ti krč, se pravi, ti žile, a ne, in v bistvu okoli žil so mišice in mišice stimuliraš in jih treniraš in zaradi tega je ožilje bolj vzdržljivo, a ne, in zato srce manj trpi, a ne. Ti lažji pol, bom rekel, kakšne bolj fizične napore vzdržuješ in pa stres, ne.
konec koncev. In zato tudi srce na koncu manj bremenimo. Ja. Tako da te stvari bi rekel najbolj pomembne. No? Zato tudi to delamo, v bistvu, da to dam, ker to sem jaz najbolj rabo. Ja. Težko sem se s stresom soočil v življenju in vem, kva mi je dala mrzla voda. Ja, dejansko največji tako benefit za me z ledeno vodo je mental. Tako mislim, da tudi občutek v telesu je pač fenomenalen, potem tudi energije imam ogromno za cel dan. Tako. Ampak ta dejstvo, da meni glava govori, da noče, da vem, kako bo težko, da ti hočem 5krat reči, gape, veš kva, malo kašljam, pa ne bi šel danes, da grem vseeno to. In da grem noter in da zdržim čez tisto prvo minuto, ki je najtežja, do pol tistih vsaj 3 minut, pa sem bil zdaj vedno, na zadnje sem bil vedno več. Ok, in po mrzli vodi še masaža. Tako, masaža oziroma terapija, manualna, odvisno zdaj, kaj človek potrebuje. Se pravi, masaža lahko je sprostitvena, ponovadi razbijam rad kakšne vozle, hitro smo zategnjeni v vrat, danes se vse klele gor nabira čez trapeze. Tukaj je skoraj zmer ponovadi, pa kakšen ledven del, odkar imamo stol. Ja. Velik hrbet boli. Te dele najbolj, pa pač čisto odvisno, kakšen želi cel telo, kakšen se pripravlja na maraton, bolj noge, pač čisto po želji, ali pa pač manualna terapija, to je pač ima človek kakšne težave, bolj večje, s kakšnimi sklepi. Ja. V glavnem za tiste, ki bi radi sodelovali v nagradni igri, pejte na Instagram profil od Agape Rehab ali pa Underdog Podcast ali pa Jure Laharnar, posod bo objavljen. Pa preberite navodila, pa sodelujte. Ja, v bistvu zdaj ni več Agape, zdaj je Rode. A zdaj Rode? Rode.rehab. A je zato, ker Agape je DJ? Ja, to je moj DJ, nisem mogel oboje. Ok, pa Rode Rehab, v glavnem ali pa Underdog Podcast, kakorkoli boste videli tam navodila nagradne igre, ko bo ta podcast odzuni, se bo tudi nagradna igra začela, trajala bo pa po moje kar en teden, tako da se dosti ljudi nabere. Vsi, ki se boste prijavili na to nagradno igro, se zavedite, da s tem podpirate Gapeta, da s tem podpirate tudi mene, da s tem podpirate sebe, svoje zdravje, in hvala vam za to, ker lih taki ljudje, kot je Gape, jih jaz najbolj cenim, ker dejansko svojimi rokami pa svojim, kako bi rekel, namenom, ki so si ga zbrali, tukaj hočejo pomagati ljudem, da smo bolj zdravi, da se bolj počutimo v svojem telesu. Tako da definitivno je ena lepa zgodbica, ki sem jo hotel tukaj pošerati z vami tudi na tem podcastu danes. Tako da ja, bova pol, ko bo podcast prišel ven, se še zmenila, kako pa kaj. Tako da to danes je bil v bistvu to se je snemali 3 tedne nazaj, od teh, ki danes poslušate, in kle sva naredila danes material, tako da boste vedeli, kako se marketing dela. Ja, sem ti pa hotel reči, da v bistvu pri tebi največji napredek do zdaj vidim v masaži. Da tudi meni pomagaš, da ko sem na mizi, ko mi delaš terapijo, se sprehajam skozi svoj telo s tabo. Če veš, kaj mislim. In ko na neki točki boli, probam predihati in sprostiti zavestno, točno tisti del. In mi ful pomaga, zato ker mi dejansko glava res počiva. In cel proces tega traja 2 ure. V 2 urah grem jaz čez savno, ledeno vodo, pa manualno terapijo, kar je noro, če pomisliš, da ti si 2 ure konstantno samo v svojem telesu. In je res ena taka čudovita izkušnja, ki jo vsem hočem dati, vsem hočem omogočiti. Tako da klepa iz moje strani hvala, da si šel to pot, pa da meni pomagaš na tak način, kot mi, ker zaradi tebe je tale telo boljši, bolj zdrav, bolj vitalen. Hvala ti za vse te pohvale, res. Jaz sem sam vesel, da lahko to širim naprej pač drugim, da pač ker vem, kaj je meni to dal. In ja, sem tudi hvaležen, da sem tebe spoznal na Flowsu takrat, da sem lahko danes zdaj tukaj. Tako da sama akcija naprej. Ja. Česa si želiš s tem, kar delaš? Mislim, želim si, da pač vodim ljudi, da se boljš počutijo skozi neke, bom rekel, skozi to, kar ponujam, skozi svoje storitve, da imajo manj bolečin, ampak glavno pa to neko regulacijo stresa, pa pač ja, to, no, bi rekel, ker
ker to tudi doskrat recimo tako zapeljem, ker gre človek v savno ali pa v mrzlo vodo malo, da ne opazuje malo to svoj um, ne. Želim tudi malo na to napeljati, da se malo opazuje, da ne pač verjame čisto vse, kar ti glava pove, ali pa ko si v savni, ko ti malo začne srce razbijati, da si malo s tem, in da zaupi, da bo to vse v redu, sam dihi, tako ka pač je treba večkrat v življenju, ki je nekaj stresenega, hit zbežimo s čem, ampak včasih se moramo samo ustaviti, pa naredite 5 globokih vdihov, izdihov, pa onga Hubermana, double inhale, to tudi recimo uporabljam pri savni, ampak to, da pač, da dihaš, dihi, pet v telo, pusti malo glavo, ne pač dela to, ne misli skačejo, kad tisti oblaki, kad pride pa gre, pa sam bod v telesu, začuti roko, začuti nogo, začuti telo, čim več to, da v bistvu skozi neko meditacijo pa malo zaveščanja, da gre tudi čez ta cel proces, da ni samo to kot neka samo še ena storitev, masaže ali kakorkoli, ampak želim tudi, da je človek malo zaveščen v telesu, tako kot si recimo, ko so se mi se furada pogovarjava, ko se nekaj časa ne vidva, pa si se vlegel na mizo, pa sem enkrat rekel, da je probi zdaj samo biti pač tih, da se ne pogovarjava, pa sam res čuti vsako mišico, vsako vlakno, kad ti masiram, jaz bom šlo zelo počas, ko bom na nekem vozlu, bom res pritisku, pa sam probi res začutiti, kako se sprošča. In je tako kot neka meditacija. Ja. In recimo to mi je ful hudo, da bi pač to zraven kombiniral v to svojo storitev. Ker pač, si že to delaš? Ja, v bistvu že to delam, ampak zdaj še zmeraj pa tako, kakšni ljudje, a veš, prvič je partep in ga ne poznaš, pa tako še zmeraj malo ta moja nesigurnost v ozadju, faka, veš, kaj si bo mislil, pa to nočem ga zdaj s tem stran odbiti, ne. Ampak vidim se na neki točki, da bi rad to tudi malo neko ezoteriko, malo pač dodajo zraven, da se človek malo zavešča tega svojega uma, pa gre malo čez cono obdobja in tudi to, da je na koncu tudi zdrav telo, neka kombinacija, nek holističen pristop bilo. Ja. Tako, ki si ga takrat poimenoval, ko sva delala mi dva to prvo session, si rekel v bistvu, da nočeš biti maser, da hočeš več dati kot to, in pol je bilo v bistvu takrat naprej sam, kaj je več. In zdaj si ugotovil. Ja. In lih to, kar si zdaj omenil, da bi rad še bolj izpopolnil, lih to je tvoj X-faktor, tako si drugačen. In kleto svojo drugačnost, bolj, ki jo boš sprejel, ker je istočasno nesigurnost, bolj boš uspešen. Ja. In v bistvu si sam zdaj le dokazal, da kjer je nesigurnost, se lahko skriva ena zelo lepa pot zadnja, ker tja te očitno neki kliče. Mogoče pa to delaš v bistvu v tem življenju samo zato, da to nesigurnost pozdravaš. A veš, kaj mislim? Pa istočasno še samo ogromno ljudem pomagaš, kar jim boš, ne. Ja, z vsakim strahom je svoboda, ne. Kako to misliš? Ja, se pravi, nečesa te je neki strah, pač to te lahko ovira v življenju, ne. Čistko preprosto, se pravi, strah mora biti, se mi zdi, v neki zdravi normali, ne, ampak problem je, ka danes je strah itak povezan s tem, kaj, s tem umom, in to, kar smo mi doživeli, in to, kar so nam drugi projecirali na nas, in pač malo tudi to topiti, ne, in recimo, kako si ti rekel, strah v temi spati, svoboda, pa ko si se zbudil zjutraj in si videl, da si lahko zaspal v temi, svoboda, dober občutek, to sem hotel. Ja, strah te v bistvu samo misli, ne. Če tako pomislim. Ja, neke iluzije, ki si jo sam v bistvu kreiraš. Ja. In svoboda je v bistvu, da si ti sposoben to misel opaziti in se zavedati, da je to samo misel. Tako. In temu dejansko verjeti in si to dokazati s nekim dejanjem. Ja. Torej, da narediš tisto, česar te je strah. Ja. Narediti. Ko to narediš, pol se pa mislim, da ustvari v glavi neka povezava, ki si dokaže, tega mi ne rabi strah. Ja. Point je v tem, da ti, to so tudi ljudje, recimo, ki mi velikokrat omenijo prokrastinacijo, pa overthinkanje, ne. Problem je v tem, da ne naredijo stvari, da je konstantno samo ostane pri strahu, zato ker kako bo drugače, če se ne naredi neko dejanje, s katerim bi se ti dokazal, da tega ne rabi biti strah. In ja, tudi jaz imam še strahove, ki jih predelujem. V bistvu lažem, jih ne predelujem, ker nič ne naredim, sam pač spomnim se na njih in se tako, to moram še narediti.
Ne bom šel pač ležati med fucking kače, a razumeš? Pač, nisem še tam. To je kar ekstremno. No? Nisem še tam. Okay je, a ne. Ampak ja, te strahovi, ki so pa dejansko imaginarni, ne, sploh pred neuspehom ali pa takimi zadevami, pač dejno. Ajde, vse, kar vas je strah pred neuspehom, napišite mi v komentar, kaj vam uspeh pomeni, pa bomo videli. Hvala Bogu, vas bo to saj spodbudil k temu, da razmislite, kaj za vas uspeh pomeni. Ker ko ljudi to vprašaš, se hiter naredi, ok, to pa še nisem razmišljal. Česa te pol strah, da noš dubu, če ne veš, kaj sploh hočeš, a ne? Kaj si želiš, a ne? Ja. Kaj ti pomeni uspeh, a ne? Ja, tako da recimo, ko smo lih prej v mrzli vodi govorila, tudi spomnim se, ko sem bil na tvojemu live eventu v Kristalni, ko si govoril svoje izkušnje iz trajb delavnic, ne. Ja. Pač kaj ti da mrzla voda? Dejansko to, ne, da pač ta strah, ki se ti vklop, a bom jaz zdaj izmrznil, ne, zdaj bomo šli po snegu peš do tja, sti resen, a ne. Pač, zbolu boš. Ja, zbolu boš, neki kiham, pismo Turk, ne vem, če bi šel vodo. Ne, pač to, ne, da dejansko premagaš ta del sebe, ta glas, ta strah, ki se aktivira in to lahko preneseš na različna področja polo-life, a ne. Ja. Pač ta recimo o neuspehu, ta je kar huda, ta je po moje kar prav vseh, no, tako zelo. Ampak ja, pač to je nek začetek, recimo bi rekel. No, mrzla voda je recimo to, kar si lahko že vsak prvoš recimo z mrzlim tušom, če tako pogledaš, ne. Pač greš zjutraj pod mrzlo vodo in probaš se zdržati in kljub temu, da te pač to odvrača, a ne. Ampak pokaj to delaš en teden, prvo se ful dobro počutiš, ko si to naredil, a ne, kljub temu, da te je bilo strah. To je na nekem psihološkem nivoju, na fizičnem je pa pač, da enostavno pač ti dvigne hormon počutja, serotonin, mislim, ja. Pa dopamin tudi, ne. In je oboje, ne, imaš in tako da, ja, to si vsak lahko proba to tudi doma, ne, na koncu in res ti to da, ne, to je tako kot neka tableta za zdravje, za boljše zdravje, boljše počutje, ampak ja, mora biti pa prvo spanc, da zdaj slabo spal, pa samo mrzlo vodo hodil, pač. Ja, točno pač, to, ja, to si dobro zdaj povedal. Tako, to je pač to, kar sta s Turkom dobro govorila, so neki 3 stebri, pa so pa pač tisti, kar je za zraven, ki ti pomaga, a ne. Ampak mora biti tista osnova, ki pač držite vse po konca, ne. Če boš ti zdaj se drogiral, pa slabo jedel, pa nič se gibal, pa šel mrzlo vodo hodil, pa boš mislil, da boš zdaj se pozdravil s tem, a ne boš se. Ne, sam še hujš bo, ne, sam še hujš bo. In spet so zanemarjeni odnosi, ki jih kreiraš, a ne, se pravi neko notranje počutje, če gledava te 3 stebre, ki so tudi mi s Turkom takrat o njih govorila, ne, tega ni bilo zraven. Sva pol naredila celo epizodo o odnosih, ki je po moje ena izmed najbolj gledanih in hvala Bogu, da toliko ljudi to gleda, vsaka čast, res, to si nisem mislil, da bojo te epizode toliko gledane in toliko tudi ljudi, da mi bo pisal glede teh epizod, tako da top. A si ti vse epizode gledal? Kaj od Turka? Ne, tako od podcasta. Ne, ampak ne, nisem strašil. Ne, zakaj strašil? Da si super fan. Ja, ne, to je Matej Pavlič. Ja, to je Matej Pavlič. Shout out. Ne, sem gledal pač te, ki so me, bom rekel, poklicali. Pač to, kar me je res nekako rezoniralo. Ampak mogoče bi še kakšno, tako če mi kdo kakšno omen, pa reče, fakt je res dobra, a ne, pol jo pogledam, pa recimo, a ne, res vidim, to mi res rezonira, a ne. Tako se mi zdi, da recimo jaz sem ful poslušal Hubermana, pa Joe Rogana, pa to in ful vidim, da je toliko enih informacij na konca, veš, da te pač prelijete to totalno, ne. In tudi tako jaz ful rad poslušam take, ki si imel, ne vem, s Turkom, pa ne vem, z Jerpo recimo, pa tako tudi v odnosih dosti, pa tako malo delo na sebi. In to so take informacije, ki jih rabiš, se mi zdi malo biti z njimi, a ne, pa zmer, ker sem šel na drug podcast, sem prav videl, kako, a veš, kak knjiga je dobra, a ne, kaj jo prebereš, a ne, če boš sam menil knjige, a ne, jaz sem kar tole knjigo, ki sem jo prebral, sem rabil nekaj časa, da sem pač to mogoče še malo integriral. Ja, integriral v life, a ne, tako tudi pri podcastih tvojih, pač jaz res, ko poslušam, ta mi res rezonira in posrkam pol tiste informacije in jih probam tudi integrirati, a ne. Zdaj sem se spet na Nušo spomnil. Ja. Kaj je nekaj tazga, kar ceniš pri njej, pri svoji partnerki? Kaj je nekaj tazga, kar najbolj občuduješ?
Ja, komunikacija, definitivno. Če bi eno stvar izpostavil, glede na to, da smo imeli pač, tako sva sicer skupaj zdaj, 3 mesece, a ne, to je še ta honeymoon phase. Še, ja. Ja, ampak bili so konflikti že, a ne, valjda, a ne. In kako so na način, kako so to spalala, pol pa skomunicirala, a ne, sicer so bili zelo subtilni, ampak tako, pač, tudi jaz sem na tem nekaj naredil, a ne, a veš, in tudi zraven dodam, a ne, ker pač sem nekaj na sebi naredil in nimam teh reakcij burnih, ne, ampak to, da ona tako na tak način lahko komunicira z mano, pa mene obsoja, a ne, to obsojanje, in da tudi dela na tem opazovalcu, a ne, bila je tudi na traj delavnicah, a ne, in tudi to meni ful pomeni, recimo, da če pride do nekega konflikta, a ne, da se pač znaš komunicirati s človekom, pa bom rekel, si ranljiv, ne? A ne, da daš to masko dol, kar sva govorila. Ščit, ja. A ne, to je bistvo pač za moje pojme dolgoročnega odnosa, a ne. Ker pač po nekih letih se lahko naveličaš in pa če je površinsko, pač, a ne, naveličaš se vsega, a ne. Če pa pač tako, da se komunicira in si ranljiv, da greš malo v globine, a ne, to pa vzdržuje, to bi rekel, a ne. In konec koncev je najbolj pomembno, kako komuniciraš takrat, ko imaš konflikte, se mi zdi. Kaj je luštanje, ne, pač, kaj je luštanje, fajn, ja, veš, so pa res za skupaj, a ne, ampak takrat, ko pride do nečesa konflikta, ne, kako takrat narediš, a ne, ti si je bolj bistvo, bi rekel, za odnos. Ta je bila močna, stari. Ja. Kako komuniciraš takrat, ko pride do konflikta? Ja. Ena stvar, ki se je meni v praksi izkazala kot dobra komunikacija, ko pride do konflikta, je, da govoriš na način, da poveš osebi, kako se ti počutiš zaradi tega pa tega. Ja. Torej, primer, verjamem, da ni mi toliko pomembno, kdo ima zdaj v tem konfliktu prav, rad bi ti sam povedal, da način, na katerega si mi to povedala, mi ni prijeten. Zaradi tega, ker si dvigal na glas, zaradi tega, ker se loputaš z vrati, karkoli. Ja. Sam to bi rad naslovil, da mi to res ne paše. In ena najbolj pomembnih stvari je, da se zavedate v konfliktu, da se zavedamo v konfliktu z našimi partnerji, da nisva jaz proti tebi, ampak sva jaz pa ti proti problemu, ki ga naslavljava. In če na ta način gledaš in to spomniš med pogovorom, se zna marsikaj spremeniti. Če se pa aktivira en obsojevalec, pa drug obrambni mehanizem, pa polobrambni mehanizem obsojevalca, pa ne bomo prišli nikamor. Ker ni to pomembno, kdo ima v konfliktu prav, bolj je pomembno to, da se zavedate, da sta vidva ekipa, ki gre proti problemu. Ja, ful dobro, ful si lepo povedal. Se strinjam. Kaj pa bi rekel, da bi ona zate rekla? Kaj misliš, da ona pred tebi ceni? Rekla mi je, da je ful cen pri meni, ker sem razumljiv ful. Pa tudi bi kar izpostavil komunikacijo, ker v tem vidim pri sebi, da sem najbolj naredil na tem, odkar sem pač začel na to pot. Komunikacija, izražanje pa razumljivost. A bi rekel, da je razumljivost v bistvu neobsojanje? Ja, na nek način je, no. Ja, je. V bistvu jaz bi rekel, da je to neobsojanje. Se pravi, kot je Turk rekel na tvojemu podcastu v Kristalni, tudi če pride zdaj ekstremen primer, nek morilc do tebe, pa se pogovarjaš z njim, da vidiš za to masko, a ne? Da vidiš za to masko, ampak to sem zdaj dal ekstremen primer, ampak recimo, da tudi, ker se ti fajtaš, a ne, se pravi, ko imaš neke konflikte, da vidiš za to masko, zato ker je pač reakcija s čustvi in vsem, ne, ampak to je ful, pač
moraš kar trenirati, da priješ do tega, vse je kar težko v tisti situaciji, ki je tako burno in tako vibriraš od vsega in je intenzivno, ampak to, da v bistvu da ne obsojaš, bom rekel, nekega prepričanja, ki si ga samo ustvaraš o tej osebi. Konec koncev. Ja. Pa dejansko to, da si sposoben, če omenva še enkrat to, kar si tudi danes že omenil, jemanja osebno, ne? Ja. Da si sposoben gledati skozi lastno perspektivo, ne percepcijo. Ja. Razlika med perspektivo in percepcijo je ta, da perspektiva je nekaj, kar ti lahko objektivno gledaš na problem, težavo nekoga drugega in mu svetuješ iz vidika opazovalca, objektivnega, kakorkoli. Percepcija je pa, da se ti povežeš s tem osebno. Torej, da dejstvo, da te nekdo to sprašuje, ti jemlješ kot napad nase, oziroma da si ti tukaj kakorkoli vključen zraven. Ne? Mislim, da je tudi zelo pomembna in da gre zelo lepo v to razumevanje, ne? Ker jaz zelo rad vprašam ljudi, kaj ena beseda pomeni. In razumevanje je ena taka beseda, ki jo vsi na prvo uča. Registriramo pa rečemo, ja, vem, kaj to pomeni. To pomeni, da te razumem. Kaj pomeni nekoga razumeti? Ne? Po moje prvo to, da ga pač slišiš, da si kleznim, drugo, da ga ne obsojaš in tretje, da pač si mu sposoben dati neko perspektivo, ki jo sam ne vidi. Ja. Ne? Pa prostor, ne? Pa prostor, ja. Ja. Pa prostor. Ja. Da se lahko izraz, da lahko pač deli. Tako. Včasih je dosti, da se ti sam spuca ena. Ne? Kaj da se? Da se spuca. Ja. Da ti pač pojamra, da se zjoka, kakorkoli. In ti nič ne rečeš. In ti na koncu reče, tale pogovor mi je pa pomagal. Jaz tisto pogovore. Ful je zanimivo, kako, zdaj to, kar si rekel, sam dati prostor, da se človek izrasne. Tudi to so imela enkrat en konflikt, ki je pač, ni konflikt, bil pač izrazila nek svoj strah. In v ljudeh je ful značilno nas, da pač želiš takoj neko rešitev podati. Sploh pri tipih je to, nas. Ja. To pač, mi smo problem solverji, pač mi moramo to rešiti zdaj, če je punca naša slabe vole, pač, moraš ti zdaj nekaj narediti, da bo ona boljše vole, In takoj se daš v vlogo nekega reševalca in hočeš nekaj rešiti, ampak mi je ful lepo povedala Nuša, da pač ne, dej, v bistvu sploh nisem želela, da mi daš neko rešitev, sam pač posluši me, kaj sem povedala, pa konec koncem človek hoče biti sam slišan, Včasih, če pa ti daješ neko rešitev, pa mogoče človek dobi prav občutek, kakor da ni slišan, Samo povedal bi ti, kaj me teži in to je to. In zdaj tudi dostikrat je kar vprašam jo, kar nekaj izraz, ja bi pač, hočeš, da ti dam neko rešitev, a bi rada sam, da pač te poslušam. Dejansko pač kar vprašam, ker jaz tudi skozi se vklop ta, moram jaz zdaj neko rešitev dati, Ne, pač ni zmer tako, Velikrat sam ljudje hočemo, da nas nekdo posluša. Ja, pa ti s tem, ko se sprašuješ, da moraš dati rešitev, v bistvu svojo nesigurnost probaš rešiti, Ker če ne boš dal rešitve, si dosti dober. Ja. Tako da mogoče en blind spot. Ja. Tako da je dejansko ti ona tukaj pomaga tudi pri tvoji nesigurnosti. Ja. Ker na koncu dneva, veš, kaj je lepšega kot v odnosu ugotoviti, a si v resnici za skupaj. In ne samo drugmu ugajati, zato da nisi sam. Ta je težka in ta je ključna in zato tudi toliko odnosov pač se konča po 20 letih, pa kakorkoli, veš. Ker ljudje prej ne komunicirajo, zakaj sva midva sploh skupaj. A je mene strah, da tebe zgubim, a me je strah, da sem sam. A veš, a je zdaj to ljubezen, a je to navezanost. Ker to ni ista stvar. In se je dobro to vprašati in tudi ogromno ljudi zdaj okoli mene tudi je šlo na razen, pa se jih tudi ti poznaš. Ogromno. Ampak za večino sem zelo vesel, da se je to zgodilo in jim čestitam za pogum in jim čestitam za to, da so sebe poslušali. Čeprav je bilo težko, verjamem, da je bilo zelo težko. Ampak če je prav, je prav. Te tudi istočasno to spomne, da malo svoj odnos pogledaš, svojo drago
Tako. ga malo vrednotiš in si rečeš, wow, ne, če si lahko to rečeš. Ja. In tudi istočasno, mogoče dobiš kakšno misel, pa dve, kje pa je še kaj za narediti v odnosu. Ja. Česa te je še strah skomunicirati? Ja. Ne? Tako je bilo meni težko povedati, da sem tudi jezen kdaj na njo, oziroma v tisti situaciji, da sem bil. Tako mi je zdaj lažje, zato ker sem videl, da ji lahko to povem in da me ne obsoja Ja. in da mi pusti in da me ima še vedno rada. Ja. Čeprav ne zahtevam tega od nje. A ne? Enostavno, ki bi jaz lahko izpostavil, kaj je bilo pri meni v prejšnjih zvezah, ful se je pojavljala pač ta nesigurnost, da sem needy, ne? Se pravi, konstantno neka pozornost, pač potreba po pozornosti. Ne? In mogoče se bo najdel dokler, ampak ful vidim, da nimam več tega, zato ker dajem pozornost sebi. To je prva stvar, začel sem sebi pozornost dajati in delati na tem, na sebi, se sprejemati, in posledično pol, tudi ko si z osebo, nisi zato, ker pač rabaš to njeno pozornost, ampak si zato, ker pač imaš, ne vem, rad, pač ti je fajn njena bližina, kakorkoli, ampak ni pa v ozadju tista nesigurnost, ki je ful močna, tisti strah. Ne črpaš lastne vrednosti iz drugih. Ja, to. Ne iščeš, da ti bojo drugi govorili, kako si ok. Še zmeraj to delam, priznam, ampak zelo manj. Včasih je bilo to ful. Zato pa tudi pravim, ful je pomembno, res. Prvo svoj odnos zrihtati, sam s sabo, šele pol imaš lahko ti dober odnos z drugimi, dejansko pač čutiš to. Ja. Se taj po moje kar pogosta, veš, da si ko si v obdobju največje socializacije, torej najstniška leta, da imaš potrebo po tem. So ljudje, ki je nimajo in jih občudujem, ampak pač drugačni smo. Vsak je drugačen, vsak ima svoj karakter. Eni rabimo več pozornosti, jaz sem jo rabil ogromno. Zdaj ne več toliko. Zdaj bi jo že raj malo manj imel, kaj jo imam. Ampak saj vem, da prihaja iz neke ljubezni zaradi tega, kar dejansko si, kar dejansko sem, kot pa iz nečesa, kar si želim, da ljudje mislijo, da sem. Kar je bilo včasih mogoče. Ja, pa se bo, po mojem, pač to je tudi v nas, ljudje smo socialna bitja, skozi je neka potreba po pač pripadanju in neki potrditvi drugih, in to je normalno, pač samo neki zdravi meri, kot si ti zdaj rekel. Tako. Povej mi, kako se zdaj počutiš? Malo nervozno, zato ker me lula tišči. Tescat, klasičen podcast moment. Ponavadi sem jaz, tako da hvala, da si vzel mojo potrebo po lulanju na zadnjem podcastu. Koga sem že imel? Sem imel Kajo, sem imel Ivjano. Po moje sem imel Ivjano. In je bil tako dober pogovor, pred koncem je šel. In ona neko novo zgodbo treba začeti razlagati. Jaz sem bil tako, da ok, lahi. Po moje se bo danes prvič postal med podcastovane. Po moje danes ne bo šlo čez. Zato, ko me je že to piščal, da me je bolel stari gor, da pljuč me je bolel. Ja. In pol na koncu je bilo, veš, ponovadi se objamem gosta, se zahvalim, jaz sem sam lav. In meni ni bilo ne daj 5 minut, po moje, sem rekel. Ok, sorry, jaz zdaj ti jaz isto delam, vse vem. Ja. Pa mi pa povej sam še, če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Veš, zato sem se prav hotel pripraviti. sem prav rekel, ne, nočem se pripraviti, to ne bo v momentu, kaj bom res začutil. Ampak jaz tako, najbolj, kaj bi eno sporočilo, ki bi jo sam predal, pač to, kar sem pri sebi najbolj opazil, da pomaga, pač sprejeti to cono neudobja, to neprijetnost, vse je ful zglajban, ampak tako je že Jocko Willink rekel, embrace the suck. Embrace the suck. Pač, če boš hotel svoj biznis, boš mogel čez neprijetne občutke. Če boš hotel delati na sebi, boš mogel čez neprijetne občutke. Če boš hotel nekaj, kar je stabilnega v lifeu, boš mogel čez neprijetne občutke.
Če boš Pač- hotel resnico, boš mogoče z neprijetnim Ja. občutkom. a ne, zato pač pridite v mrzlo vodo. Ja, ne bežati od neodobja. Ne bežati od neodobja, Ja. zato ker človek, ki nima višjega cilja, ki ne želi sprejeti neodobja, bo postal sužen udobja, Tako. sužen poklepa, sužen ugodja. Tako da- Ja, To bi rekel. V coni neodobja je cona odobja. wow, pa moje, te si pa prvi na svetu, ki je to rekel. To si bil, že da tetovirati. Gašper Rode. Gašper Rode, ja. Ja, neč, hvala ti, no. Hvala, da si prišel. Sem vesel, da sem te povabil. Hvala tebi, da si me povabil, pa da sem te spoznal. Res. Ja. Čudovit pogovor. Hvala, enako. Ne pozabi na nagradno igro. Ajde, čau.